Saj danes je lahko vsak na YouTubu, YouTuber, ne, pa saj imaš teh ogromno, ne. Ampak, ko pa pogledaš malo vsebine, vidiš pa, da nič pametnega ni. Ne. Pač uspelo ti je, hvala Bogu, jaz vsakmu tudi od invalidov privoščam, če mu je uspelo, naj gura naprej, boža čim manj, boža se ga čim manj, zato da se ga ne motko dela, ne. To je tako kot človek, ko je na nekem delovnem mestu, recimo šofer avtobusa, pa bi ga zdaj začel šlatati ko voz, ne, po mojem glih ne bilo fajn. Dobro, razen če bila kakšna lušna punca, to je mogoče kaj drugače pa, ne. Dragi gledalci, danes je moj gost Miha Srebrnjak, fant, ki je od svojega 12. leta slep. Kljub temu pa ni obupal, zase prav, da živi polno življenje, potuje, hodi v hribe, je aktiven, ima razne projekte, tako da pred nami je zanimiv intervju, poglejte ga do konca, pa vkolikor še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, pa seveda tudi napišite kakšen komentar v ta video. Živjo Miha, kako smo? Ja, živjo, super sem, sicer to, da rad v hribe hodim glih, ne drži, ampak ja, mislim, rad gremo v kakšne hribe, takole občasno, da bi pa redno zahajal, sem pa mečkam preveč len, po domače povedano za te stvari, drugače pa sem super, hvala ti na povabilu, seveda sem se z veseljem odzval, tako kot si ti lani prišel k meni, sem tudi jaz prišel zdaj k tebi, tako da ja, bo kakšno zanimivo rekla še tukaj. Ja. No, kar se hribu tiče, ne, sem rekel, da ne vem, a sem rekel, da rad hodiš v hribe ali da hodiš v hribe. V glavnem, no, prebral sem, da si bil na Triglavu. Ja, to je res. Kako te je to ratalo? To je bilo v bistvu že, mislim, da je bilo to leta 2019 ali pa 2018, to smo imeli v okviru centra Iris, oziroma prej bila to šola Zavod za slepe in slabovidno mladino. To je bila šola namenjena slepim in slabovidnim, mislim, se še zdaj obstaja pod imenom Center Iris, kot sem že rekel. No, in takrat je prišla ideja, da bi nas nekaj slepih slabovidnih šlo na Triglav. Mene so tudi povabili zraven, če bi šel, in sem rekel, ajde pa grem, da bom vsaj enkrat gor. Tako da so nas takrat vodniki, z nami sta bila tudi Andreja pa Marija Štremfel, z njimi smo v bistvu šli, 8 slepih slabovidnih nas je bilo, plus še ostali spremljevalci, smo šli skupaj na Triglav, tako da je bilo to eno super doživetje, ena super izkušnja, ki se je, ne vem, če bi mi zdaj kdo rekel, če bi šel še enkrat na Triglav, mogoče bi, ampak bi mečken cincal, ja, ne, ker zame je bilo enkrat čisto dovolj, tako da ja. Je bilo najbolj pa kar naporno, ker jaz moram povedati, jaz še nisem bil na Triglavu, pa ga imam v planu že več let, ampak preprosto vem, da imam malo premalo kondicije, da rabim malo več priprav, da grem pripravljen gor, ne ono, da bom čist mrtev gor prišel, pa čist utrujen, ker to je potem tudi nevarno in tako naprej, ne, tako da sem bil na dosti manjših hribih, kakor ti na Triglavu, pa sem bil toliko utrujen, da sem nazaj kdaj komaj prišel, ne, tako da mi to res ni jasno, kako je tebi uspelo, ker to je kar daleč, ne, pa siguren imaš kar dosti težje za hoditi, ker ti moraš le malo videti, kam stopiš. Ja, to je zdaj tako, ne, je mečkan drugače skupaj, ne, ker je tako, da načeloma, ko ne vidiš, ne, se moraš zanašati na druga čutila. In v tem primeru smo imeli pač mi glih za to spremljevalce, da so nam pač povedali, kam je treba točno stopiti, ne, in koliko naprej je kakšna skala, da ti povejo, tudi v katero smer moraš iti, ne, sej načeloma pa, ko pogruntaš tehniko, ne, se da, sej smo bili tako tudi navezani en na drugega, tako da že iz tega vidika je pol velik plus, ker imaš nekako orientacijo, v katero smer se moraš obrniti. Kar se tiče pa kondicije, ja, je pa kar treba imeti za gor pa dol, sploh če kaj dosti že ne hodiš tako v hribe, ne. Jaz lahko povem, da jaz se še 5 dni po tistem nisem sestavil skupaj, jaz sem po štengah dol v sede, pa še 3 dni po mojem dol hodil doma, ke imamo, tako da ja, pošteno me je bolelo vse, ko smo dol prišli, in to je v bistvu glih to, ko praviš kondicija, ne.
Saj jaz imam kondicijo, ne rečem, da nimam tako, da hodim okoli, ne, sicer ne po takih hribih, tudi zato, ker imam pač tudi psa vodiča in je treba redno vzdrževati od njemu kondicijo in pač imam redno sprehode. Če ne grem nikamor na teren, je treba pač doma biti in niti glih tako peš tam. Ampak to je čisto nekaj drugega, kot če greš ti v hribe, ne, ker tam delajo druge mišice in v bistvu res ni primerjave, če greš ti po neki ravnici ali pa po nekih mini hribih, ki jim čas ne moramo niti hribi reči, ali pa če greš ti res na en Triglav ali pa kakšen drug večji hrib. Ne. Tukaj po mojem tu trpijo čez druge mišice, jaz mene zelo utrud zmeram pod dol, če zelo strma. Saj težji Me dol. začnejo pol te zadej mišice bolt, ne. Težji je zmeraj dol iti k gor, ne. To je že Mrzdo rekel in jaz se s tem čist strinjam. Ne. Gor, a veš, ker v bistvu je tako, ko greš ti dol, moraš pač bremzati, ne, in težje je, se mi zdi, bremzati, kot pa, ko greš gor, pač, ker ti gor hodiš, v bistvu porabiš energije, toliko, kar je pač rabiš, da boš ti korak gor naredil, greš pa ti dol, se pa dejansko upiraš nazaj, ne, zato, ker moraš hkrati dol hoditi, pa še bremzati se, ne, po teh skalah, tako da ja, se strinjam tudi jaz s tem, da dol je precej težje iti. Ko sem tole malo iskal informacije o tebi, sem videl, da tudi potuješ. Kje si pa kaj bil zadnje čase? Zadnje čase, no zdaj na zadnje sem bil v bistvu v Tuniziji na morju, drugače pa, ja, bil sem že marsikje, mislim, da sem do zdaj 12-13 držav obiskal, tako da recimo od Balkana, pa bil sem tudi gor proti severu, recimo, tako da različne zadeve sem imel, od raznih tečajev, imeli smo tudi tabore, bil sem tudi že na raznih sejmih po tujini, tudi mene recimo tudi zelo zanima tehnologija, pa grem rad kakšne tele sejme prav za slepe pogledati, ko imajo kakšne pripomočke tehnične itd. Tako da bil sem že kar nekaj, no, imam pa namen še tudi marsikaj obiskati, med drugim me zdaj zanima, da bi šel na Irsko, pa kakšno Turčijo. Bomo videli mogoče še letos ali pa naslednje let pa skoraj 100%, da bom šel, ne, tako da. Kako pa to potuješ? To mora še nekdo verjeten s tabo iti, ne? Ja, seveda, tukaj je, mislim, je zadeva taka, glede na to, da grem prvič na neko destinacijo, je sam dosti rizično, da greš, čeprav nekateri se tudi slepi, vem, ker so tudi sami prav šli. Načeloma, če bi jaz šel na neko destinacijo, da bi bil tam recimo nek fiksno na neki destinaciji, da bi imel recimo sem kakšen sestank ali pa neko srečanje, ajde, če bi se zmenili, da me recimo pride nekdo na letališče ali pa na recimo železniško postajo iskat, pa bi šel tudi sam, tudi v tujino, ampak glede na to, letos, ko smo šli v Tunizijo, ne, recimo, smo tudi dol potovali po puščavi, mora biti nekdo zraven tebe, tako da ja, jaz imam ekipa, moram reči, da imam dost širok nabor prijateljev, prijateljic, ko se dogovorimo pa gremo, in tako je bilo tudi letos, ko smo šli pač v Tunizijo, tudi lani smo bili recimo v Tuniziji, sicer z drugo ekipo, ampak ja, načeloma je tako, da je kar fajn, da imaš nekoga zraven, ker po neznanem okolju sam ne moreš iti, oziroma je skoraj da nemogoče, ne, ker... Ja, pa še druga kultura, drug jezik, vse čisto drugače. Ja, to v bistvu še najmanj, največ je glih to, ne, zdaj, če si nekdo predstavlja, naj si zaveže oči, neko prevezo da čez, pa da ga vidimo, koliko daleč bo lahko sam prišel, ne, že doma recimo. In tukaj je v bistvu ta problem, ne. Jaz doma imam predstavo, vem, kje se kaj nahaja, lahko sam grem. Zdaj, če pa pridem na neko neznano okolje, kot recimo k tebi, ker še nisem bil nikoli tukaj, pa mi rečeš lej, kopalnica, tamle dol, najti jo, ne, ja, sej bi šel, ampak zelo, zelo počas, ne, da bi jo najdel, tako da, če bi jo, ne, ampak, ja, rabiš pač čas, ker moraš ti osvojiti neko okolje, ne, zdaj pa jaz se ne bom v hotela v Tuniziji recimo za tistih 6 dni, kar sem tam dol učil, ker se mi zdi brez potrebe, ker verjetno nikoli več tam dol ne bom, ali pa če bom spet čez par let, pa glih tako za tiste en teden, ne. Kako pa rečemo te potovati kot slep? Rečemo ne vidiš, ampak kaj pol doživiš? So to neki občutki, zvoki, ne vem? Mislim,
On tako rekel, potovati je meni fajn iz tega vidika, kot si že prej rekel, da spoznaš nove ljudi, da spoznaš jezik, njihovo kulturo. Glih to je meni zanimivo, ne, da mačkaj vidiš, kako oni živijo. Ne. Saj ti ne rabiš to, ok, ja, razumem, skozi oči dobiš pač več informacij, se je to logično, ne. Ampak glih tako lahko osebe, ki ne vidijo, doživimo neko tujo destinacijo na svoj način, ne, recimo, da probaš kakšno njihovo hrano, da greš v puščavo, pač to so čist neki drugi občutki kot pri nas pač puščave ni, ne, in nimaš tega občutka, ko ti pesek nese v glavo, ne, ker dol so bili res vetrovi letos in ti pesek nese 50 stopinje, oziroma tam na soncih je po mojem kar krepko čez 70, ne. To že iz tega vidika je neko drugo doživetje, to čist drugače dojemaš, ne. To je ista zadeva, kot recimo, ker tukaj slepi slabovidni, pač obstaja ena planinska skupina in planinc pri Planinski zvezi Slovenije, ne. Oni recimo veliko hodijo v hribe, jaz se tega ne udeležujem, kot sem že prej rekel, ker pač mene hribi ne zanimajo, ne, ampak podpiram pa tiste, ki to hodijo. In je mrzdo rekel, ne, zakaj njih slepe vlečejo gor, ne. Jaz pa pravim, zakaj ne, saj konec koncev je to neko doživetje za njih, ne, ko jim daje neko veselje, tudi če ne vidijo tistih dolin, pa pač je tisto občutek, ko se povzpneš na nek hrib in to doživljajo na svoj način. In jaz to čist podpiram take zadeve, ne. In tudi prav je, da se tudi invalide vključuje v različne take in drugačne aktivnosti. No, se to je logično, če bi bilo tem ljudem, ki to hodijo čist brez veze, potem ne bi hodili, ne, tako da, Ja. da že z tega vidiš, je čist logično, da imaš razlog, da greš, ne. Seveda, saj za vsako stvar mora biti nek razlog, ne, jaz tudi, recimo ne grem, recimo letos, ko sem šel v Tunizijo, ne grem za brez veze dol, pač zaradi tega, ker bi rekel, ker pač imaš preveč cajt. tako. Ampak zato, ker me res tudi zanima njihovo življenje, da mačkam kulturo spoznaš, probaš kakšno njihovo hrano, ali pa greš dol, recimo v puščavo, kot smo mi šli, in to je to. To je v bistvu neko res tako posebno doživetje, ne, ker recimo, ne vem, Avstrija, Nemčija, to, ko sem bil, to je pač podoben stil življenja kot pri nas, ne, se dejansko ni nič kaj, glede samega okolja ni nič drugačen, tudi glede hrane smo si precej podobni, ne, tako da je v bistvu ista zadeva, ne. Ti si vid izgubil, ko si bil star 12 let, če sem jaz to prav razumel, ti čisto nič ne vidiš zdaj. Ne? Ja, jaz sem nekje pri 12 letih čisto izgubil vid, prej sem imel nekaj ostanka vida, zdaj ne bom govoril na pamet v procentih, ampak bom čisto za predstavo povedal, ne. Se pravi, na levega sem videl glih svetlobo pa temo, po mojem nič kaj več. In to je šlo pri 5. letu pol na 0, pa sem pa na desnega imel še tisto ostank vida. Za sebe se mi zdi, da sem kar dobro videl, ne, ker dejansko je bilo še toliko vida, da sem lahko se dokaj samostojno gibal v okolju. Se pravi, da sem lahko šel samostojno po pločnikih, zaznal recimo prehode za pešce, če dam za primerjavo. Imel sem pa recimo druge težave, recimo kakšen rob nisem videl, branje vidne pisave, tisti normalen tisk, normalna velikost, tistega nisem mogel brati, ne. Je bilo premajhno. Na daleč obrazu nisem prepoznaval, kdo je kdo, oseb recimo. So bile pa pol tukaj težave, ampak za moje pojme, glede na to, da sem se tudi s kolesom vozil, ja, sem dobro videl, čeprav ne bom tako rekel, bil sem velikokrat potolčen, ampak jaz sem še kar vztrajal, pa sem se še kar vozil. Saj veš, kako je, ko si mulj star 80 let, pač padeš, se malo zjokaš, pa je pa dobro, pa greš naprej, ne, tako da, ja, tako je bilo pač tudi pri meni, ne. Pol pri 12. letu so bile pa tudi, pač jaz sem že prej imel bolezni, ne, se zato sem imel stop mrežnice, sivo mreno, ne, se zato sem jaz v bistvu že, imam z vidom že od rojstva težave. Pa pri 12 se je pa še na desnega začelo, krvavitve očesne se ni dalo ustaviti. Pa je to pol v 3 tednih sem bil bolenc, pa pač po 3 tednih je šlo počas na 0, ne, se pravi, videl sem na začetku še čisto normalno, pa so se sam
vsak naslednji dan so se neke sence začele risati, neke mavrice, ki sem v okno pogledal ali pa v steno, neke sence. In teh senc je bilo v bistvu čez dali več, pa je bilo na koncu tako, da sem po noči videl, po dnevu si sem stemnilo, ki je prišel dan, tako da ja, se čudno sliši, ampak tako je pač bilo, ja. Pa počasi je pa ratala noč, ne, 24/7, kar pomeni, da sem pač dokončno zgubil vid in je tako ostalo še do zdaj, trenutno imam pa 27 let, ja, 27 tako. Tako da se moraš pa navaditi v bistvu pa. Pri meni je bilo tako, no, jaz lahko rečem, v bistvu je bilo tako, kot da bi se še enkrat rodil, ne? Čeprav so mi barve ostale v spominu, si lahko predstavljam stvari, kako izgleda, ampak sem pa dejansko te dogodke iz otroštva precej pozabil. Precej, tako, res. Če mi kdo rekel za nazaj, če se kaj od osnovne šole spomnim, ko sem še videl, je dejansko ful malo stvari. In ko sem prišel v to slepoto, je res, kot da bi rekel, da sem se še enkrat rodil in začel še enkrat živeti, ne, ker je pa tako. Mora se pač navaditi na novo življenje, na nov stil, orientacijo se moraš učiti na novo, delati čist drugače v bistvu. Ni to isto, kot prej, kaj vidiš, ne. Mi le dobimo z vidom 80% informacij, vse ostalo so pa druga čutila, ne, in zdaj treba teh 80% vida nadoknaditi z drugimi čutili, kar pa ni tako zelo enostavno, ne. Enim se nam rata zelo dobro pobrati z tega, recimo nekaterim slepim, nekaterim osebam, ki kasneje oslepijo, se ful težko z tega poberejo, ne, in imajo še danes težave z tem, ne. Sploh, če oslepiš kasneje, ne. Zdaj si predstavljaj, da ti 50 let vidiš, po 50 letu te pa sem zmanjka, ne, samo slepiš. Mislim, šok je, ne, šok. Saj je bil že zame, ampak sreča je, saj to je spravim, če že moram biti čist lep, hvala Bogu je bilo to takrat, pri 12. letu, ko se da na stvari navaditi, pa kot otrok to čist drugače dojemaš, ne, pa tudi bistvena je podpora doma, to pa tudi veliko šteje, ne, da imaš pač podporo in jaz sem imel zelo dobro otroštvo in to lahko trdim še danes, da v bistvu to veliko pol pripomore k temu, da uspeš in da greš naprej, da se ne zapreš vase, da ne ostaneš doma med 4 stenami, ne. No, sem te ravno to hotel vprašati, kako si se soočil s tem, je bilo kaj depresije, mislim, to ni lahko se verjetno soočiti, tako kot si rekel, nekateri se ne. Ja. Kako je bilo to pri tebi? Ja, moram reči, da je bila sreča mogoče to, ker sem takrat zaključoval osnovno šolo. Jaz sem 8. razred 2-krat ponavljal, zato ker prvič, ko sem šel, sem veliko manjkal v šoli, glih zaradi teh stvari, ker sem zgubil vid. Jaz sem dejansko pol 9. razred delal slep. In sreča je bila ta, ali pa tudi ne, saj ne vem, ker sem bil še v Ljubljani v šoli za slepe in sem tam nekako se jaz navadil pol na to novo življenje. Plus je bilo pa tudi to, ker sem jaz že prej, tudi če sem videl nekaj malega delal po metodi za slepe, kar pomeni, da bravo pisavo sem jaz obvladal. In to je bil zame velik plus, ker meni se te pisave ni bilo treba pol učiti, sem obvladal. In tudi, ko sem jaz 9. razred sem zaključil, jaz sem šel pol verjetno naprej v novomeško srednjo šolo, se pravi na šolski center Novo mesto, smer računalništva. Čeprav bi lahko jaz recimo gor nadaljeval šolanje na ekonomski šoli srednji, ko je za slepe prilagojena, ampak to je pač za moje pojme staromoden poklic, ki je vreden za en drek. Čisto tako rekel, ker ekonomistov ne nucamo nekaj več. Pa tudi mene v bistvu to ne zanima, ne. Kot druga stvar mi je bilo pa pomembno to, da se jaz vključim v družbo videčih, da nisem tam zaprt v krogu slepih, ker danes ne bi bil tukaj, kjer sem, ne, ker tam si pač gor v tistem domu zaprt, saj ne rečem, greš ven tudi malo, ne, ampak jaz sem že takrat vedel, da moram iti ven in hvala Bogu, da sem šel v redno šolo, da sem bil z videčimi ljudmi, ker smo se čisto dobro ujeli. To pa tudi zato, ker sem jaz to ogobčen, ker pač povem tako, kaj je, pa rad se zajebavam na svoj način, tudi iz slepote se rad norca delam, zato ker pač na ta način najlažje dopoveš, kako je, če ne vidiš. In jaz moram reči, da ko sem prišel v prvi letnik, so me sošolci sprejeli brez težave. In smo se vseh 5 let, ker jaz sem delal 3+2, smo se res vrhunsko ujeli.
In moram reči, da mi ni žal, da sem naredil recimo relativno hitro, ko sem oslepel ta korak, da sem šel ven iz tiste šole v Ljubljani za slepe, da sem šel v redno šolo. Res mi ni žal. Imam recimo enega kolega, ko je slaboviden, pa mi še danes razlaga, da mu je tako žal, ker je bil gor v tej šoli za slepe, vrtec, osnovna šola plus srednja šola. Se pravi, on je bil gor 17 let nekje in ko prav zdaj mu pa manjka tiste družbe, ne? Ker ni bil nič v svoji okolici. Ker leta se pa itak hitro obrnejo okoli. Meni pa jih to uspelo res obdržati, nekako dobiti nove stike in še danes recimo sem jaz v družbi, recimo 80% se sigurno družim z videčimi, ostale pa pač tistih 20% pa se slepimi, kar je pa prav, da smo še zmeraj nekako povezani in da si pomagamo drug drugmu, čeprav se veste, oziroma se veš, tudi med temi skupinami invalidov je fovšija, tako da, pa ne sem fovšija, upravljajo drug drugega. Ja, če ti mačken uspe, da si malo bolj je že narobe, ne, tako da. Pač ja, ne moram drugače reči, ne. Žal je tako, ne, včasih pravim, bi se mogel malo več podpirati, malo več spoštovati med sabo, mačken bolj sodelovati, ker bi tako kaj dosegali. A te so, rečemo, fovšto, ker pač nekaj delaš, imaš te intervjuje, imaš... Pač ja, mrzdo, mislim, bom tako rekel, ne. Ja, bil sem že marsikje, ko imamo kakšne delavnice s slepimi tudi, kakšna druženja in veš, da vidiš takoj. Jaz takoj človeka vidim, ne, ko začne tisto svoje nekaj razpravljati tam pol, ne. Mi je jasno, ne, ampak ne vem, jaz pravim tako, vsak naj se prav po svoje znajdeti, jaz sem se mogel tudi, pa ni mi bilo lahko. Vsak ne ubere svojo pot, jaz pravim, ali je legalna ali ilegalna, lej, mene ne zanima, če ti je pač uspelo, ti je, hvala Bogu, jaz vsakmu tudi od invalidov prvoščam, če mu je uspelo, naj gura naprej. Je pa tudi tako, ne moramo spet vseh v isti koš metati, ne, ker je invalidnosti so drugačne, vsak ima svoje sposobnosti, en je dober na tem področju, drug na drugem, ne, recimo, se priznam, meni recimo kuhanje ne gre, kar se mene tiče, za menoj bi mogel en z gasilnim aparatom stati, da bi pogasil, če bi zihaj zakuril, ne, tako da, recimo, ne, pri meni je pač kuhanje res eno šibko področje, tako da priznam to, ne, in ne bom lagal, ne, ampak recimo orientacija spoznavanja okolja mi gre pa kar v redu, pa recimo računalništvo, ne, to sta pač področje, ko mi nekako gre sta, okej. Pa tudi to, ko si že omenil, ko pač snemam intervjuje, pišem članke, tako da ja. Ti bi drugače lahko v penzijo šel, sem si to zavrnil, to sem sicer v enem malo starejšem članku prebral, je zadeva še tako, da imaš svoj SP, ali se je to kaj spremenilo? Ja, še imam svoj SP, jaz v bistvu v penzijo invalidsko nisem hotel iti. Bi pa lahko šel, če sem prav razumel. Ja, slepih zelo ne radi dajo slepe invalidske penzije. Moraš imeti že malo sreče, mogoče celo kakšno poznanstvo, da te not porinejo. Načeloma, če si samo slep, ti invalidska penzija zelo težko dobiš. No, poznam primere, ko je pač niso dobili. Poznam primere, ko je pa tudi slabovidna oseba dobila invalidsko penzijo. Tako da tukaj je naš sistem državni glede tega zelo nepravičen, ne? Ampak v redu, ne bomo o tem razpravljali, ker je brez veze. Jaz jo najbrž ne bi dobil, tudi nisem hotel iti, ker jaz sem pač hotel delati. Zakaj? Ker če greš ti enkrat v invalidsko penzijo, uradno ne smeš delati nobene stvari. Se pravi, ti si lahko samo doma in gniješ, po domače povedano. Tako da jaz se za ta del, za to nisem odločil. Sem rekel, probal bom podjetniško, da pač odprem SP, zato ker itak prispevkov mi načeloma ne plačujemo, tisto, kar plačamo od prispevkov, nam država povrne z nagrado za preseganje kvote in dejansko zgubiti nimam kaj, praktično sem skos na nuli, kar je pa čisto okej.
od To sem SP. te hotel ravno to vprašati, ne, da Ja. je pri SP-ju treba že 600 evrov zaslužiti, da si na nuli. Ne? Ja, veš, da. In je to, sem te glih hotel vprašati, če imaš kakšne olajšave kot Ja. slep, tako da pol se prav prispevkov ne plačuješ. Tako, tudi tisti ostali, če imate priznano invalidnost, pa se radi podali na podjetniško pot, država vam krije prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, socialna varnost plus zdravstveno zavarovanje plačate sami, s tem, da vam invalidski sklad povrne nagrado za preseganje kvote. Tako da, če imate ustrezno kategorijo invalidnosti, se lahko odločite tudi za podjetniško pot oziroma za SP, pa greste v to, ker nimate kaj izgubiti. Ne? Če imate kakšno idejo, da bi radi kaj delali, le probajte. Ne? Se pa strinjam s tem, ne? Mi je pa jasno, da vsak za to ni, ker je tukaj tudi kar nekaj odgovornosti, ne? Se pravi, da boš ti vse stvari pravočasno plačal. Ne? Sej vemo, če si mala riba, te naslednji dan potunkajo, ne? Če nekaj noč plačaš, naslednji dan dobo opomin, ne? Če imaš milijone na računu, ni problem, ne? Tam te do opomina poslal, ne? Tako da se nimaš kaj bati. Tako da ja, tukaj edino res zastopam, ne? Da marsikdo pač ni za vsakega, tudi če reš v SP, ampak ker pač vemo, da same zaposlitve so danes problem za invalide, ne? Tudi jaz recimo sem iskal zaposlitev, pa ne prav dolg časa, ker sem nekako vedel, da z tega ne bo nič, ne. Sicer delal sem preko prakse šolske, v zelo znanih slovenskih firmah, pa nam tukaj za njih reklame delal, ker je ne rabijo. Ampak recimo, ko majčkaj namigneš, ne, da bi se zaposlil, je pa takoj, ne, majčkaj smoka v grlo pri njim rata, ne, ja, pa ne vemo še, ne. Se že začnejo izogibati malo temu, ne, tako da pa sem se raje odločil, da grem pač na svoje, pa izdam račun za storitev, ko jo pravim, pa je mir na Bosna, pa smo en z drugim končali. Ja, veš, to glede zaposlitve, ne, moraš vedeti, je to za delodajalca tudi velika odgovornost. Mene so enkrat klicali iz Soče, če bi nekako zaposlili eno punco za pisanje člankov. Ja, to je zaposlitvena rehabilitacija, tako, to sem bil jaz tudi. In jaz sem pač obljubil, ker sem rekel, pač to je družbeno odgovorno, ne. Ampak pol, ker so pa pogodbo poslali, ker sem pa vse prebral, kaj vse smo odgovorni, kaj vse moramo urediti, kaj vse mora ta oseba imeti, na kaj moramo vse paziti, ne, si pa pomisliš, kaj pa če gre slučajno kaj narobe, ne vem. Pa imaš malo cvok v grlu, ne, mi smo pol tisto pogodbo sicer podpisali, ampak potem se ta oseba premislila, pa ni prišla, ne, tako da je bilo tudi z njene strani zelo neodgovorno. Ja, tle je pa druga skrajnost. Tako da malo moraš tudi delodajalce razumeti, da ni čisto enostavno. No? Enostavno ni, bom pa jaz tako rekel, ne. Ja, saj smo različni. Dejstvo je to, da smo različni, ne, je pa tako, da načeloma preko zaposlitvene rehabilitacije kot delodajalec načeloma nekih stroškov nimaš, ne, in jaz bi bil za to, da bi slovenska podjetja dale invalidom več možnosti, več priložnosti, ne, sploh če država recimo financira to področje. Bom pa rekel tako, ja, se pa strinjam s tem, da je delodajalce strah, zato ker ne vejo, kaj pričakovati. To se pa čisto strinjam s tem in včasih je mogoče tudi v redu, da se kdaj delodajalci podajo v pot neznanega, sploh če nimajo kaj za izgubiti, ne, pa da probajo. Ne. Je pa res, so invalidnosti različne in vsaka skupina teh oseb z invalidnostjo ima svoje prilagoditve. Ne. Jaz kot slep, ja, avtobusom ne moram voziti, ne, recimo. Lahko pa delam z računalnikom veliko stvari, ne, recimo, ne vem, en ko je brez nog, recimo,
tudi ne more avta voziti, lahko z računalnikom dela, recimo. Ne. Dobro, čeprav za njih se že to da, za te, če nog nimajo, se načeloma so že tudi avti prilagojeni. Ampak tako delam pač primerjave, ne. Kaj kdo lahko, pa kdo ne. Tako da, po eni strani bom tako rekel, da bi mogli dati invalidom več možnosti, se pa strinjam s tem tudi, da moramo pa tudi sami invalidi se angažirati, pa tudi majčkeno bolj komunikativni biti, ker se mi zdi, da smo preveč tiho včasih, da ne povemo, kaj dejansko sploh rabimo, ne? Zato pa tudi nas pol marsikam ne sprejmejo. Ne? Da se pa strinjam tudi po drugi strani, da bi mogli tudi sami mi kot slepi ali pa gluhi, da narediti kakšen korak več, pa pristopiti k tem bolj učinkovito. Ne. Če dam primerjavo, recimo, če gre od podjetništva stran, dam eno čisto podobno primerjavo družba. Ne. Jaz nimam problema se družiti z videčimi ljudmi, jaz jih imam dosti okoli sebe. In to je v bistvu samo to, kako si ti, na kakšen način ti pristopaš do njih. Ne. Jaz, recimo, meni osebno ni problem iti na veselico, mi ni problem iti kamorkoli drugam ali se družiti kjerkoli je, pa se pogovarjati z ljudmi. Recimo, veliko mojim kolegom, kolegic, ki jih poznam, ki ne vidijo ali pa so slabovidni, mrzdo nikamor ne gre, ne? Pa ima samo ti svoj krog ljudi in pač ne gredo nikamor, so zaprti vase. Ker po eni strani si ne upajo, tudi zaradi tega, ker ne vejo, kako jih bo pač okolica sprejela. Jaz pa pravim, treba je se prepustiti, nekako sprejeti to svojo invalidnost, pa greš naprej, pa lej, kar bo, sej na koncu smo itak vsi 2 metra pod zemljo, noben ne bo drugam šel. Ne, čistko izgledam. Glede to, ko imaš SP, ne pa praviš, izstaviš račun in je to. Kaj pa ti rečemo, kakšne storitve ti nudiš? Mislim, kakšne storitve upravljaš na svojem SP-ju? Ja, jaz sem imel najprej leta 2019 odprl spletno trgovino. To sem imel nekje 2 leti, pa je prišla tista korona, 2020-2021 sem pa to opustil, ker je bilo preveč neke birokracije. Pa sam sem bil za vse in se mi ni dal s tem ubadati in sem to pač pustil trgovino. Prodajal si kaj v tej trgovini? V bistvu bolj zabavno elektronko sem imel, razne zvočnike, bluetooth žarence, recimo, kakšne te kulije za plonkati v šol, kaj se vem, imel sem tudi razne wifi ojačevalce in podobno. Tako da je bilo kar nekaj stvari sem imel, ampak se pravim, pa je bilo tega enostavno preveč in sem pustil, sem rekel, le brez veze, da bom jaz repetal, ali bom jaz mu ali bom vse poštiman, ne, po regalcih, ali me kje kdo stisnil, kot sem že prej rekel, tako da sem pa to raj pustil, pa sem v bistvu šel v medije, oziroma spletno stran sem naredil, kjer pišem članke še danes. Pa delam tudi za druge, se pravi, če me kdo kaj rabi iz področja računalništva, glih tako naredim, delam tudi za tujino še nekaj, tako da, on tako rekel, dela je kar nekaj. Kaj rečemo delaš za tujino? Za tujino v bistvu pomagam gor v Švici, moderiranje oziroma, ko bi temu rekel, odgovarjanje uporabnikom na vprašanje, pomoč in podpora, tako, no. Sem s tem. Kako si pa najdu to? Prek interneta sem najdel enkrat oglas že par let nazaj, da preko SP lahko delaš, pa sem šel. No, super. Rekel tako, da ja. Rad sem pa začel lansko let tudi intervjuje snemati, tudi to v bistvu delam, to mi je nekako bolj za hobi, mačkan, da se sprovam še v tem. No, do zdaj sem jih 9 posnel, tako da nekaj je, in jih tudi v bistvu objavil, tako da. No, se najna naslednja tema so ravno te tvoji intervjuji. Sem videl, da si zdaj tudi na YouTube začel dajati. Ja. Kar se meni zdi super, ker mislim, da le nas največ ljudi pozna YouTube, ne, sej sem videl, imaš na vseh platformah te intervjuje, ne, ampak jaz moram reči, da vse sem na YouTubeu poslušam, no, tako da. Ja, zdaj intervjuje sem začel lani snemati, tako da zdaj sem jih 9 posnel, zaenkrat snemam v audio obliki, imam pa na meni si tudi en studio postavil doma, če bo vse po planu naslednje let.
Se pravi, ja, snemam pa v bistvu z znanimi Slovenci, pa tudi manj znanimi, pa malo kaj zanimivega za pokazati ali pa da kaj delajo, da se s čim ukvarjajo, ne. Tako da sem jih že kar imel nekaj, ja, od tebe, ti si bil, pa recimo Angel Saliković, Zmago Jelinčič, Ksenija Filipič, recimo, ja, ta DJ-ka, no. Ja. Tako da ja, nekaj ljudi se je pa že zvrstilo, pa še bo se jih, no, tako da. No, tako da jaz vas bi povabil na Mihatov kanal, na YouTubeu ga najdete pod Miha Srebrnjak, pa se naročite na njegov kanal, pogledajte kakšen intervju, dajte to kmečkan za podporo, to naredite. Začetki so najtežji, tako da tudi jaz to vem, ne? Na začetku se nikamor ne premakne, pa ko ljudje začnejo poslušati, pa je. Sem pa poslušal to s Ksenijo, sem cel intervju poslušal, z Zmagom Jelinčičem sem pol. Moram po pravici povedati, da niti nisem vedel, da si šel na YouTube, tako da šele, ko so se za tale intervju zmenila, sem to odkril, tako da še nisem vse preposlušal. Ja, ker mi je ratal šele aprila gor spraviti, ne. Mi je bilo prej malo težav, ker se je v bistvu glih zdaj so ukinili platformo Google Podcasti, ne, in v bistvu so iz tiste platforme vse preusmerili zdaj na YouTube, ne. Tako da smo kaj poslali v bistvu preko tega RSS linka, sem lahko vse epizode gor poslal si na YouTube, tako da zdaj v bistvu je to na novo, kam imam gor, ne. Tako da ja, ni v bistvu dolgo časa to na YouTubeu, je bilo na ostalih platformah že pač od lanskega oktobra, ko sem začel objavljati, ne. Na YouTubeu je pa v bistvu zdaj na novo, tako da ja, smo tudi tukaj zdaj prisotni. No, jaz veliko poslušam te podcaste, ne, in še posebej, ker grem na kakšen potovanje z avtom, ko se veliko vozim, to pol vse preposlušam, tako da bom tudi tvoje sigurno vse poslušal. Dragi gledalci, vi pa tudi, vam predlagam, pejte, če drugega ne, pogledajte intervju z mano, ker se mi zdi, da je bil kar zanimiv, kako bi ga ti ocenil. Ja, dober je bil, ker si pač res povedal vse, kar sem te vprašal, pa tako, v bistvu ja, bil si en od takih, ko res rad govoriš, v bistvu bi te lahko primerjal z Jelinčičem, ker si pač zgovoren, ne, tudi Jelinčič je zgovoren, ok, on na svoj način, on pač poje direkt, koliko je, tudi itak on, pri njemu ne gre brez kakšnih bolj takih sočnih besed, ampak ok, jaz pravim, to je izbira posameznika, kako bo povedal, ne, tudi kar se njega tiče, jaz sem dobil pol kar nekaj tudi zasebnih sporočil pri sebi, da kaj imam njega za intervjuvati, kaj take govori, lej, pa sem pravim jaz tako, komor ni všeč, naj gre naprej, ne rab tistega gledati, poslušati in to je to. Ne? In zanimivo je to, te verjetno, ko so ti to rekli, ne, pa drugače zagovarjajo svobodo govora, ne. Pa taki imajo veliko časa, izpravim, z takimi glupostmi se ukvarjati, taki imajo veliko časa v bistvu to delati, drugega nimajo pa kaj, bom čisto rekel. Če bi imeli kaj drugega delati, pa tudi teh bedarij ne pisali. Sej jaz pravim tako, pač, sej prav, da poveš svoje mnenje, ne rabiš pa nekaj napadati, ne. Jaz sem pač gosta normalno vprašal, on je tako povedal in to je to. Jaz pa nekaj moderiral, pa nekaj rezal ven, pa tudi ne bom, ker se mi zdi brez veze, ker pa pač to ne izpade lepo na koncu. Ja, to jaz mislim, da je tudi pošteno do gledalcu, da nič ne brišeš, nič ne režeš ven, pa prilagajaš, če pa YouTube pa tako oceni, naprej, da ni ne. primerno, ali pa druge platforme, naj pa zbrišejo dole, se v končni fazi, meni to ni noben problem. Če se vidi, da je neprimerno, naj pač dol zbrišejo in to je to. Se ne bom sekiral v bistvu zaradi tega. Kako te je pa uspelo priti do vseh teh gostov, rečemo do teh Ksenije Filipič, ona ima 200,000 sledilcev na Instagramu, to je znana DJ-ka. Kako da se ti je odzvala po vabilu, ker verjamem, da to ne pride tako enostavno, kot sem jaz prišel, ne. Pa ne zdaj, da bi sebe izpostavljal, ampak ja, ona ima verjetno tudi veliko drugih povabil na intervjuje. Kako ti je to ratalo? Ja, v bistvu do vseh teh ljudi sem prišel ponovati kratko, da sem kakšen mail napisal, pa so se odzvali, ali pa prek poznanstev tudi, ne. Zdaj za Ksenijo, naprimer, nisem poznal nič, nobenega, ne, da bi se na njo obrnil, tako da sem dejansko pol v bistvu prišel do nje tako, da mi je ena novinarka pisala na mail,
za objavo enega članka o njej, o Kseniji, ki je bil ta festival v Splitu Ultra Europe, da bo nastopala, ne, in pa sem jaz pa se spomnil, sem rekel, dej bom jaz tole novinarko vprašal, če je bila ona za intervju, ne, tako da sem ji napisal. In Ksenija je bila itak za, tako da sva pol se malo zmenila, no, in mi je Ksenija tudi sama pisala SMS in smo se v bistvu pol dosti hitro vse zmenila in tudi posnela, ne, tako da, ja. Te je kakšen zavrnil? Ja, seveda, zavrnil ali pa celo tako, da se že nekaj zmeniš na pol, pa ga nikjer več ni. Mislim, to, pa vam tako rekel, znani ljudje so to naredili, za katere si nikoli ne mislil, da v to naredil. Ne bom povedal kdo, ker bo pač se to zvedlo takoj, kdo je bil, ampak ja, od takih ljudi, za kere nikoli ne bi pričakoval, da bodo to naredili, vsi jih poznajo, vsi ga poznajo, sploh tega človeka, mi je šel to narediti, da smo se v bistvu že začela dogovarjati, pa sem pa dvakrat mail poslal, pa nobenega odgovora več ni bilo nazaj, tako da lej. Bom tako rekel, če je na 3 maile odpisal, bi lahko tudi še na 4. in na 5. Ne more reči, da ga ni videl ali pa ni prebral. No, jaz imam tle tako taktiko, tudi mene jih veliko zavrne, da ne boš mislil, da ja, mene ne zavrne. Verjetno mi jih je že več kot tebe. Jaz imam tako taktiko, malo počakaš. Se sem jaz to naredil, ja. Ne, malo počakaš, jaz sem tudi mu primer enega zelo znanega Slovenca. Najprej zainteresiran, pol pa 3 mesece nobenega odgovora. Pa sem mu še enkrat pisal, pol je pa bil, pa sva se zmenila. Imaš pa tudi take bedne fore, ki ti, ne vem, pišejo, ja, se moram tudi dogovoriti z mojo PR službo. Ja, to so te butaste, zastopaš, ki sploh ni nič. Pač prid pa je, ali pa nič ne. Ali pa reč, da ne, da ti ne odgovarja. In to je to. Jaz razumem ljudi, če se ne vidi v tem, mogoče, ne vem, mogoče kdo ne bi hotel k te priti, zato ker si mu Jelenčiča, pa bi rekel, lej, jaz sem čist drugačnega mišljenja, mi to ne paše in ne bom prišel in verjetno ne bi ti nič zameril. Normalno, pač lej, če ne, ampak je te pol na neke čudne fore, pa PR služba, pa pa lepo te prosim. Tako da... Pač meni povej, lej, jaz odpravim, ko se že dopisujemo, ko se začne omeniti, lej, če si zainteresiran, takoj reč ja, če pač nisi, prc reč ne. In to je to, ali pa če ne dobim odgovora na tvoj mail nazaj, lej, pa pač pomeni, da ne, ali pa kakorkoli, lej. Ne pa že neki se začeti dogovarjati, pa te pa pač ni več, ne, to je pač manj debilizem, bom tako rekel, ne. Katere imaš pa kaj naslednje goste v planu? V bistvu jaz to dosti sprot delam, ker tudi ne objavim glih vsak teden ali pa čas celo kakšen mesec, ne. Zdaj bom pa imel intervju, zdaj sem glih v fazi pridobivanja novega psa vodiča. Se ga lahko tle pokaževa, da ga ti vidim, da je kar malo zadremal, a ga lahko da vstane, da ga bojo videli na kameri? Lahko. Cool. Ajde se koči. Evo ga. Evo, zdaj ga vidite, da je ko že malo kaj proti kameri pogledaj. Ajde, maškan se kaj obaran. Zelo luškan, labradorc. Tako, rjave barve. Rjave barve, prijazen, vidim, da te ima zelo rad. Ja, je to prav. In on je v bistvu zdaj... Je pes ali psička? Pes je, Simba mu je ime. Simba mu je ime, tako da on je zdaj v bistvu v fazi šolanja, treniranja. Nekje septembra bi mogel imeti pa tudi izpit glavni narejen. Je pa to kar traja nekaj časa, ker v bistvu treningi trajajo približno 1 mesec, ti moraš si izbrati neko pot, po kateri boš pač hodil in tisto pot moraš pred komisijo, ko pride na preverjanje, jo moraš pač obvladati. Koliko časa ima zdaj tega kožeta? Zdaj je pri meni približno slabih 14 dni. To se pol človek kar naveže na njega, ne? Ja, se zelo naveže še en na drugega, to je. Je pa tudi tako, da v bistvu zdaj mora biti mačkan distance, dokler nimamo izpita narejenega, ker zdaj poteka ta prenos med mano pa med njim, oziroma med njim pa med inštruktorco. Kar pomeni, da on mora zdaj njena povelja prenesti name. Se pravi, da bo mene poslušal, ko mu rečem, sedi prostor naprej,
ne njo. In zdaj na tem delava, hkrati mora pa on pot, kjer bova midva delala, narediti v nulo, ne? Kar pomeni, da mora on pravilno robe nakazati, rob pločnika, potem mora pravilno čez zebro pelati, pol mora semafor znati nakazati, pol mora ne smete na cesto zapeljati, to je takoj padec izpita, če te na cesto zapele. In tako, v bistvu je dost strog izpit, dost strogo je to in tudi prav je tako, ne, ker pa ste mora varno prepeljati na cilj. Druga stvar je pa ta, da pes načeloma poti ne pozna, pot moraš izmeriti ti poznati, kar pomeni, da moraš imeti tudi orientacijo v redu razvito. Pes je v bistvu z namenom, da ti ovire kaže, ne, kot sem že prej rekel. Pokaže tudi, recimo, če je kakšen avto na pločniku parkiran, ti ga pokaže, pa te min pele, recimo, ne, razne štange, itd. Tako da, ja. Misliš, da je kaj že en ratov, kaj smo mu dali za pit? Pa ne vem. Ja, sej prej že mačkam pil, tako da sej prav. Kaj smo mu dali? Tako da, ja. Čekaj, bom prinesel. Kuža, če si žejen. Da boš kaj pil? Če žejen pi. Je pa to, sem tudi slišal, zelo pomembno, da ti psa ne božajo, kad ti z njim hodeš, ker mu pade koncentracija. Ljudje pa verjetno to ne vejo in verjetno tazga lušnega psa vsega če pobožat, ne. Boža čim manj, ja. Boža se ga čim manj zato, da se ga ne motko dela, ne. To je tako kot človek, ko je na nekem delovnem mestu, recimo šofer avtobusa, pa bi ga zdaj začel enšlatati tako voz, ne. Po mojem glih ne bilo fajn. Dobro, razen če bila kakšna lušna punca, to je mogoče kaj drugač pa, ne. Ja, sem za vožnjo tudi ne bi bilo dobro. Ja, veš da ne, ampak ja. Drugač pa ja, itak ne, psa se ne sme božati vmes, ko v bistvu dela, tako da ja. No, tako da gledalci, to se zapomnite, da ne boste kje, ko boste videli koga, ki ima psa vodnika, ki je slep, da ne boste psa božali, ker to psa zmešate, tako da tega se držite. Tako. Kaj pa s tvojo spletno stranjo, sem videl, da jo izdelavi? Ja, jaz bom zdaj tudi naredil eno svojo osebno spletno stran, se pravi, bom gor kakšne svoje razmišljanja objavljal, imel bom tudi, se pravi, intervjuje gor, ko bom delal, bom tudi gor objavljal. Tako sem rekel, da bom naredil si nek svoj spletni blog še, toliko, da bodo neke te osnovne informacije gor zbrane. Čak, to portal 100 imaš pa še zbrane? To imam pa še zmeraj in mi še laufa. Tle tudi objavljam intervjuje. Ker jaz sem googlal Miha Srebrnjak, ne, portal 100.si je moja spletna stran. Pa vam midva zdaj mačkem takole. Tukaj pa prostor dal. Dajmo prostor dal. Ajde. Se bo lego malo, prav mačkem malo placa. Evo, se bo. Bo priden koža. Ja, svoja spletna stran, kar pomeni, da jo imam res namen narediti. Ja, portal 100.si, tam pa še zmeraj objavljam novice iz področji filma, glasbe, tehnologije, to so nekako področje, ki mene zanima, pa seveda tudi intervjuje, ko jih snemam. Drugače rad pišeš? Ja, moram reči, da me to veseli, to področje, nekako me to zanima, bolj kot trgovina prej. Sicer je bila trgovina tudi moja želja, da bi naredil, pa ko sem pol videl, koliko je s tem dela, ne, sem se premislil, pa sem rekel, bolj da prej neham, pa grem kar drugam. Samo trgovino si izbral glih področje, rečemo elektronika, to je najhujša konkurenca. Ja, velika konkurenca. Le mimo vrste ena, mislim, Big Bang. Se prodal sem kar nekaj, ne bom reči, da prodajo šla kar okej, ne, ampak pa na koncu, ko potegneš črto, ko moraš ti delati bilanco, pa vsa ta poročila, pa imeti te certifikate za te izdelke, mislim, to je toliko enega jajcanja, da enostavno sem rekel, klins ga gleda, le raj imam kakšen evro manj, pa glih tako živim normalno, pa delam nekaj tazga, kako je recimo manj rizično. Pa predvsem, da sem jaz manj pod stresom, pa da uživam v tem, kaj delam, ne? Ker pač pri trgovini sem užival, ampak bil sem pa pod stresom, ker nisem vedel, če bo vse štimalo. Tam pa res nikoli ne veš, ne? Tam te lahko pa hit do zavrat stisne, če do kaj pride, ne? Tako da.
Pišeš pa ti normalno na računalniku. Tako. Pišem normalno, se pravi, vladam slepo tipkanje, drugače imam pa tudi pripomoček Braillevo vrstico. To je v bistvu pripomoček namenjen temu, da vidno pisavo pretvarja v Braillevo. In v bistvu s prsti pol se to bere. Imamo pa tudi zvočno sintezo, se pravi, da vse, kar se dogaja na ekranu, ti tudi zvok pove, pač program imaš, ne, in ti govori v bistvu vse nazaj, karkoli delaš. Isto je na telefonu, recimo, ista zadeva, ne. Imaš aplikacije gor, ki ti pač vse pove, karkoli narediš. Kako pa zdaj ta umetna inteligenca, ki je prišla, je to tebi tudi kaj to pomaga lahko? Ja, moram reči, da zdaj, ko gre tale umetna inteligenca toliko naprej, jaz sem že kar redni uporabnik ratov tega ChatGPT-ja. Je zelo fajna stvar, recimo tudi pri kakšnih opisih, kakšne slike, da ti kaj opiše, ne rabiš skozi nekoga spraševati. Rečeš, kaj na te sliki pa ti opiše. Tako pa ti opiše. Pa tudi za iskati informacije je v redu, čeprav še zmeraj je fajn, da mu pol napišeš, daj mi vere, kje si to dobo, da greš pol pa če sam preveri, če kaj drži, če res kaj, kakšno zadevo bolj specifično iščeš, ne. Ampak meni je že to v redu, ne, sej ajde, bom rekel, lahko da je to razvada, lahko ni. Mene že avtomatsko kakšna stvar osnovna zanima, recimo, ne vem, zdaj sem spomnil, ne vem, kaj mi zdaj pade na pamet, recimo, kako potekajo priprave za potovanje na mednarodno vesoljsko postajo, recimo, ne, pa nam šel Google tam, pa to iskal, ne, če se lahko to v ChatGPT vprašam, pa mi da v bistvu ven komplet informacije, komplet vse ti lepo napiše, pojasni, kako recimo potekajo te stvari. ChatGPT, jaz sem mačkan na te področju zaostal, a ti tudi zvočno lahko pove, verjetno da ja. Tudi. Oni imaš dve variante, se pravi, ena varianta je ta. Se opravičujem, ker motem. Čisto kratek bom. Želim ti samo povedati, da takih intervjujev, kakor je ta, bo na mojem YouTube kanalu še veliko. In čisto vsak teden bo nov intervju. Imam že dogovorjeno z veliko zanimivimi gosti, tako da jaz ti predlagam, da si pogledaš tudi vse moje naslednje intervjuje. Če želiš biti preko maila obveščena za te najbolj zanimive intervjuje, ki jih bom imel, v opisu tega videa najdeš link, pa ga klikni in tam spoln obrazec in za tiste najbolj zanimive intervjuje, ne za vse, sem za tiste najbolj zanimive, ti bom poslal mail, da ga slučajno ne pozabiš pogledati. No, vse te zveste gledalce bom pa občasno koga nagradil za kakšno lepo nagrado. Pač nekoga bom izžrebal, da bo dobil kakšno knjigo, majico ali pa kakšno drugo lepo nagrado. To sicer ni nagradna igra, da bom zdaj to kar reklamiral. Vi, ki tole gledate, ste edini, ki veste za to nagrado. In namerno nisem dal tegale obvestila čist na začetku, ampak sem ga dal bolj proti koncu, zato, da se boste na to, se pravi na te novice, prijavili samo tisti, ki vas teli intervjuji res zanimajo. Tako da, še enkrat, v opisu tega videa imate link, kliknite ga in izpolnite obrazec in enkrat ali pa dvakrat na mesec boste dobili od mene mail o nekem novem, zanimivem intervjuju. Da si pač dopisuje z njim, druga varianta je pa ta, da imaš pa v bistvu glasovni klepet, ampak ta glasovni klepet poteka tako, da v bistvu tvoj govor pretvori v tekst in pač sprocesira zvok nazaj in ti pač on prebere zdaj. Zdaj pa ta OpenAI razvija ChatGPT Advanced Voice Mode, to so ga v bistvu že zdaj razvili v alfa varianti in že pošiljajo uporabnikom testno varianto tega alfa različice Advanced Voice Mode, ko pa je dejansko tako, da on sliši tebe, on tebe sliši
in ti zna tudi z emocijami se odzvati nazaj in se s tabo pogovarja, glih tako, kot da se midva zdaj pogovarjava. Se pravi, kot s človekom se pogovarja. To imate na YouTubeu, če napišete ChatGPT, Advanced Voice Mode, dobite teh posnetkov že ogromno, ker zdaj konci julija so dali ta dostop nekaterim uporabnikom. Jaz imam tudi recimo plus naročnino, ampak mi še niso dali dostopa do te alfa različice, tako da sem že nestrpno v pričakovanju. Ker druga stvar, ko je pa razvijajo, je pa tudi video, pa screenshot, oziroma screen varianta. To pomeni, da bo dejansko umetna inteligenca videla na tvoj ekran in ti bo lahko pomagala pri nalogah še bolj konkretno, karkoli boš delal. Video je pa to recimo, oziroma vision, da ti bo pa čez kamero čez videl, kjerkoli boš, on bo pa čez tvoj telefon videl čez kamero čez in ti bo lahko kaj pomagal svetovati ali pa recimo takam usmerjal itd. A bi ti lahko tudi, če bi ti kamero, ne vem, s telefonom pa pred seboj držal, bi ti lahko te dajal navodila, pazite me stopnica dol, te me stopnica gor, te me avto parkiran. Ja, ker so že neke beta posnetke so recimo že delali s tem. Ena od aplikacij je Be My Eyes na mobitelu, ki jo dajo lahko slepi, slabovidni in videči. Ta aplikacija je namenjena temu, da videči pomagajo slepim prek kamere. Če ti rabiš neko pomoč, greš v to aplikacijo Be My Eyes, sprožiš klic in na drugi strani se javi videča oseba in jo slep prosi za pomoč. Zanimivo. In to si lahko da kdorkoli gor, ki želi pomagati slepim osebam, deluje tudi v Sloveniji. No in ta aplikacija, oni imajo tu zdaj Be My Eye, oziroma Be My AI varianta, ko ti naredi sliko, slikaš in v bistvu ti z umetno inteligenco vse pove, kaj se na tisti sliki pred tabo nahaja, ker si jo s kamero naredil. Ampak zdaj delajo pa še to vision varianto, ko sem že prej rekel, da boš v realnem času, ko boš ti telefon vrtel okoli, ko se boš gibal, ti bo on opisoval, kaj se pred tabo dogaja oziroma kaj se na kameri dogaja. Zanimivo, super. Ja. Še to sem te hotel vprašati, pravijo, da rečemo tako, kot ti, ki si slep, se ti pa pol druga čutila razvijajo. To drži, se pravi, da bolj slišiš, bolj čutiš, to drži, ne drži? Ja, drži. Meni recimo se mi zdi, da se mi je sluh precej bolj razvil, von tudi. No pa tudi glede občutka, no pa sem že prej se dosti tudi na tip zanašal, tako da se mi zdi, da ni neke razlike, ampak kar se pa sluha tiče, pa lahko najbolj rečem, da se mi je razvil, ker slišam pa res zelo dobro, tudi recimo odboj, vem recimo, da se nekaj nahaja, tudi ko hodim recimo po pločniku, če je na desni strani avtobusna postaja, jaz pač to slišim, da je nekaj. No, ne moram vedeti, če ne poznam okolje, da je glih avtobusna, lahko je kaj drugega, lahko je kombi parkiran, ampak vem, da nekaj je, ker se pač zvok odbija drugače. Tako da ja, na sluh se precej zanašam tudi sam osebno. Kakšne imaš pa kaj hobije, s čim se takole ukvarjaš? Najrajš, rečemo. Jaz sem najrajš, kaj pa vem, najraj sem v družbi z ljudmi, kaj pa vem, drugače pa tudi, vse v bistvu so to, recimo, moja služba in tudi hobi, recimo to, kar že zdaj delam, kot sem že to vse spraševal. Tako da nekako te stvari me najbolj zanimajo. Ampak ja, recimo rad kam grem, da grem tudi le po Sloveniji na kakšno pot, da se kam odpravim, kakšen kraj. Tako da v bistvu ja, to, kar sem že prej povedal, vse to so mi nekako in moja služba in moji hobi, tako da. Kako pa rečemo ti pol preživiš dan tak, bom rekel, med tednom delovnik? Ja, zdaj bom tako rekel, recimo zdaj, ko imam spet psa vodiča, je treba zjutraj vstati, treba ven ga peljati, pa treba na sprehod iti, pol pripravim kakšen članek za objavo. Recimo, če imam intervju, treba tudi vprašanja pripraviti. Čisto odvisno od dneva, pa kdaj grem tudi na teren do kakšne stranke, če treba kaj zrihtati. Tako da, pri meni je v bistvu vsak dan lahko precej drugačen, ni pri meni vsak dan isti. Vse veš to, kar si jaz pel, zdelaš vse, tudi tisti, ki si ne bi nikoli mislil, da boš delal, tako da. Ja, tako je žal, ne. Ja, tako je, Tako da ne moram reči, da je pri meni vsak dan čisto enak. Se kar
dnevno stvari spreminjajo, pa aktivnosti. Si kdaj razmišljal, da bi napisal knjigo, rečemo svojo biografijo, kako je vse to potekalo? Nisem zaenkrat še razmišljal, ker zelo nerad odberem. Kaj pa vem, mogoče kdaj v prihodnosti, da kaj napišem. Sej, bi bilo zanimivo tole vse podeliti z javnostjo, z ljudmi, no, ki jih bi to zanimalo, ne? Ker dogodivščin pri meni je bilo pa res veliko, od takih prijetnih do manj prijetnih. Tako rekel, ne, tudi, veš kako, ko si mlad, sej, greš to čez te, kar so te zdravstvene stvari, jebot ga, kar je ratal, po drugi strani, smo pa tudi mi radi nagajali, pa kakšne, tako rekel, bedarije delali, ne, saj ni bilo pri meni nič drugačne, srednji šol sem imel vsi za najbolj pridenga, po drugi strani sem tudi jaz marsikakšna bedarija naredil, za kjera si ne mislil ni nikoli. Tako da, sam jaz nikoli nič kriv, ne, on je tak, on je slep, kaj bo on naredil, ne, on zmeri, jaz sem zmeri najmanj od njih, mislim, jaz sem zmeri najboljš prišel čez pa, ne. Tako da, ja. No, ampak rečemo pisanje knjige, lahko sam povem, ko sem jo napisal, je tudi neke vrste, pa to sem prebral drugje, tudi, ne, se to nisem izogotovil, neke vrste terapije, neke vrste, da narediš neko inventuro v svojem življenju, neke vrste, da narediš plan za naprej, kako vse pišeš, tudi vidiš, kaj si narobe naredil, dobiš ideje, kaj bi bilo super, da še v prihodnosti narediš, ne. Tako, jaz se upam trditi, da se to knjigo mi splačalo napisati, pa tudi, če ne bi nobene prodal, no. Tako, jaz gledam na to. Kaj pa vem, se pravim, zaenkrat, če nisem do tega prišel. A bereš pa ne rad? Ne, mislim res ne. Mislim, kaj pol ti pa poslušaš neke zadeve? Ne raj, jaz ogromno spremljam po YouTubeu razne tele Američane, ko imajo tele scam baiting, se pravi, da lovijo tele goljufe dol v Indiji, ne, ko kličejo ljudi, pa jih za denar izsiljujejo, ne. Mislim, izsiljujejo na tak način, ko so te prevare razne, Microsoft support, pa recimo razni antivirusni, ne, kao, da morajo nekaj plačati, pa recimo, ko se ti skemeri nadaljavo povežejo na stranko, ne, unese znesek za vračilo, skemer nadaljavo da pa še 3 ničle zraven, da je na koncu ne 200 evrov, ampak recimo 20,000 evrov in se kao nakazilo zgodi, ne, in to stranka vrača nazaj, seveda to je natekne in spremljam te v bistvu ljudi, ko te skemerje lovijo oziroma jim rušijo pol te sisteme dal. Tako da, ja, to mi je najbolj zanimivo spremljati. No, se tudi, viš, to sploh nisem vedel, da obstaja, ampak mi je zanimivo tudi, bom rekel, jaz se sam, kdaj, ki mi veš na Facebooku, te nekdo zaproza prijateljstvo, ponavadi je to neka lepa ženska, ki piše, da je samska, nikoli mi ni to še moški, ne, verjeten moški pa ženske. Ja. In pol gre malo v pogovor, da vidim, kako me hočejo nategniti, ne. Ampak viš, te pa še posnamejo, pa drugi opozarjajo, pa tako naprej. Tako da, to je zanimivo. Drugače pa to se verjetno tudi dogaja, ker pa neke ženske, ne vem, jih moški kao se zaljubijo v njih, pol jim pa zboli in teta in stric. Ja, to so pa spet druge prevare, ja, ki jih pol za denar. Ja, pa jih pol za denar, ne. Se teh prevar imaš ogromno, ne, recimo imaš razne kripto prevare, ne, imaš te prevare, ko praviš ljubezenske variante, ne, ko jim pol denar pošilja, imaš te variante, kakor so kao lažna podpora za Microsoft ali pa recimo za te razne ameriške platforme, razne trgovine ali pa mobilne operaterje v Ameriki, ne, tako da tega je ogromno teh prevar, ne, tako da ja, se treba kar paziti, ne. Treba si zdaj, mislim, če te nekdo pokliče pa reče, da te z banke kliče, tvoje banke, rečemo, ne vem, Ljubljanske banke, se ne smeš verjeti, da te res kliče. Ja, sem mogli ta teden primer, ne, me kliče z NLB-ja, ne, pa reče, ja,
vam bomo kartico blokirali, ne, ker je bila, ker so imeli nek udar, je bil nek udar in so baza podatkov verjeten ukradli in je bila tudi moja kartica noter, ne. In me je klical, da mi je kartico blokiral, ne, vse številka je bila od NLB, sem zdaj ti verjamem, da je bil to, ne, pa sem se pa najbolj tako prepričal, da sem pač probal en nakup opraviti, ne, in dejansko je bila res blokirana, kar pomeni, da je dejansko res do tega prišlo in da sem jo blokiral, ne. Veš pa ja, danes imaš tudi teh prevar ogromno, ne, ko kličejo iz slovenskih številk. Ja, slovenski številke. Tako, ampak lahko bi recimo tudi z moje številke klicali, en drug, da kliče iz tvoje številke, recimo neko stranko in pove, da je ta pa ta, sem moglih. A ja, tudi tako gre. To je bilo, ja, recimo kakšen mesec nazaj me kliče nek Hrvat iz slovenske številke, pa ne vem, nešto, da se zabavimo, pa neke te borze, neke delnice, kaj sem, neke Tu so tudi mene bedarije. klicali, ja. Pa sem prekinil, pa kličem nazaj z druge številke svoje, se pa ena ženska javila, ne, sem rekel, lejte, očitno iz vaše številke nekdo kliče. Se Slovenka javila, Ja. nič vedela o tem. Ne, nič vedela o tem. Resno? Ja. Sem rekel, lejte, jaz vam samo povem, da pač prijavite, pa vam ne številko spremenijo, ne, sem rekel, vse kaj drugega ne boste mogli narediti, sem rekel. Zdaj veš, ne, lahko je to res, lahko da je pa tudi kaj upletena vmes, se to ne moreš vedeti, ampak vem pa, da kličejo iz ponarejenih številk, ne, tako da bi verjel, da ona ni vedela. Bi verjel, da je to res. Dobro, da si mi to povedal, veš, kaj si že meni naredilo. Ne se veš, tako veš, zdaj mi dva snemava tale podcast, imam telefon na tiho, ne, pa tudi jaz zdaj, ko delam, kakšen tak del, tudi ko pišem, pa nekaj tacga, jaz dam telefon na tiho, zato, ker če me nekdo pokliče, me zmot, pa tudi, če me sem za minuto zmot, jaz moram nazaj noter past, pa tako naprej, sej tudi, če sam pišeš, veš, Ja, normalno, da je tako, normalno. ne, in dam telefon na tiho in pokličem nazaj. In vidim klic, dober dan, Tomaž Gorec pri telefonu, vračam klic. Rekel, nisem vas nič klicala. Ja. Pa seveda ste, se imam tle vašo številko, odkje bi do vaše številke prišel. In sem bil celo, mogoče kdaj, ne bom rekel nesramen, ampak malo razburjen, ne? Kako me niste klicali, kako imam pa zgrešen klic. Ampak to me je pol verjeten, je nekdo drug lahko z moje njene številke klical in me ona res ni klicala. Ja, tako, to se dogaja, to se dogaja. Veš, dobro, da si mi povedal. Tega je ogromno, ne. Ogromno, ne, zdaj je bilo tudi kar nekaj klicev, tudi ti Ukrajinci oziroma Ukrajinke, ne, v Ukrajini so te razne klicne centre zdaj vzpostavili, ko kličejo tudi Slovence, ne, tako da ja, mislim, saj če gre za prevaro, moraš hmalo pokapirati že po naglasu, ne, da je majčkeno drugačne, tudi če slovensko govori, moraš malo skapirati, da nekaj ne štima, sploh pa zato, če ti začne naklada, da moraš kaj plačati, ne. Saj če si banki dolžen kaj, ali pa recimo Te ne bojo po telefonu klicali. Ne, boš dobil ali po navadni pošti, ali pa na mail boš dobil, ne, pa na mailu moraš pa itak preveriti, kjer je pošiljatelj, ne. Ampak tu se da tudi dobro sfejkati, ne. Tudi se da, seveda, nič ne rečem, ne. Sploh, mislim, prvi znak je že to, da preveriš, iz kjere domene ti pošljejo, ne. Tako da tukaj že veliko ljudi pogreši, ki ne pogleda, iz kjere domene je bilo poslano. In že tlele veliko ljudi, recimo. To ja, sam imaš tudi programe, ki lahko jaz preko spleta pošljem, ne vem, enemu Jožetu mail, pa dam tam pošiljatelj, da je tvoj mail, pa bom mislil, da si mu ti pisal. Ja. Ne, tako da to... Mislim, moraš biti previden, ne, pač moraš preverjati tudi v mailu, ko bereš, ko so razni linki noter, moraš zmeraj preveriti, kam te tisti link pele, ne, ker najboljših je sploh ne klikati, ker so lahko tudi kakšni virusi. Najboljše ne, saj če daš... Mislim, če ti je predsumljivo, zapri, zbriž, blokiraj tam, če se da, da pol še v spam hod, da načeloma, sploh če ne boš vidiš. pa ti nad linkom desen klik naredil, pa dal kopiraj povezavo, pa recimo skopiral ubeleženco, ali pa recimo, ko se ti pokaže, kakšen je link, če ga ne odpreš, boš pač videl, ne, da nekaj ne štima. Ne, ker, recimo, če bo, ne vem,
če bo recimo Telekom ti kaj poslal, ne bo najbrž na domeni telekom.si, ne bo na domeni, ne vem, telekomsi.com ali pa neki, ko dajo pol te razne ponarjene domene, ne, tako da ja, tukaj res treba Sam biti. pol zakupijo kar domeno tako, telekomslovenija.com rečemo, ne. Ja, in moraš biti pozoren. Ja, ne, pa... Moraš pač vedeti, kako je uradno spletno mesto Telekoma, recimo, če govorijo o tem, ne, vpišeš v Google Telekom Slovenije in itak se ti že na vrh pokaže njihova uradna spletna stran in pač vidiš URL, ne, tako da. Tukaj ni nobena znanost, ne, tukaj spravim tlele, tukaj je samo največja napaka v samih ljudeh, ki odpravijo vsako glupost, ki jo dobijo na mail, ki nič ne preberejo. Jaz to vidim pri naših doma. Ja, tlele je zdaj se ena reklama pokazala za neke škarje, ne, da bi jih naročali, so samo 20 €, ne, pa ali pa naročiš domov, dobiš pa prazno škatlo. Mislim, ni glih za klikati na vsako reklamo, ki se ti pokaže, ko odpreš brskalnik. To je res, samo moraš pa to tudi razumeti, ne, da neki ljudje, mogoče malo starejši, nepismeni na področju interneta, pa pošteni, ja. Oni ne mislijo, da... Ker oni ne bi nikoli tako nobenega nategnili, mislijo, da tudi drugi ljudje niso taki. In se to zelo hitro naredi, da ti ja, jaz to razumem, da se to lahko zelo hitro naredi, ampak moraš imeti pa že en rdeč alarm, da recimo neke, kaj svem, da si zdaj izmislil nek izdelek, vse mi nič na pamet, ne, ajde recimo, kaj svem, da boš pa zdaj recimo, dam na pamet, imam JBL Party Box 710, pa recimo je 700 € košta, pa da bo zdaj recimo kar na 150 € znižan nov. Ne, mislim, to bi bil že prvi znak, da nekaj ne štima. Ne. Jaz sem se v lifeu samo enkrat pustil nasankati in to je bilo 4 leta nazaj, ko sem iz poslovne kartice en Skiro naročil za 60 €. A jaz bedak nisem šel pogled na spletni strani, kva piše v nogi strani, če so kakšni podatki o podjetju. Itak je bil naslov zmišljen, nekaj napisan, ne sem, da je. Kontaktov nobenih, ne, sem že podatke vnesel, že plačal. Dobro sem šel iz to gledati, da sem pol takoj odreagiral, da sem na banko klical, blokiral kartico, pa šel nova delati. Vse sem tudi denar dobil pol čez pol leta nazaj, sem ga dobil vrnenega. Ampak od takrat naprej jaz ne klikam na te gluposti, ne naročujem izdelkov iz nekih XYZ trgovin. No, ampak vidiš, si zelo dober računalniško pismen, pa si polna fora. Ja, pa sem pa takrat na fora, ampak zdaj pa nekdo, ki je še enkrat starejši kot ti, ali pa še starejši, ne vem, ne, moja mama, ki je to vse vesoljska tehnologija, ne, mislim, sej ona niti ne zna nič kupiti, ampak čist to imaš primer, isto ne. kot ta Temu trgovina, ne, tle imaš vsa jajca prodajajo gor, ne, po cen. Ampak naročiš pa stekla za telefon za 5 €, a na koncu pa dobiš pa ne pravo steklo, ne, mislim, tu je bilo ogromno primerov, dam kot eno zadevo, ne. A veš, ta stekla za telefon, ki se prodaja po 2-3 € tam gor, a na koncu ti pa domov pripelje, itak ni kompatibilnost s tvojim telefonom. A zdaj boš ti tisto za 10 € nazaj pošiljal, ne. Recimo račun si itak, mislim, od pošte nalepko si itak stran flikno, ne, ker mogoče ne pogledaš isto sekundo, ko je noter, ne. Tako da jaz pravim te low budget trgovine, ne, to... No, jaz imam tudi pravilo. Jaz ne kupujem v nobeni trgovini, da pol stoji ne dobiš. Ker imajo, ne vem, češka firma, ali pa poljska, ali pa nemška, ali pa kjerkoli, zakupijo si domeno, vse lepo v pravilni slovenščini in ti misliš, da od slovenske firme naročiš. Je pa to, ne vem, češka, nemška, švicarska firma. Jaz to nikoli ne naročam, raj pri slovenski, pa to če 10-20% dražji. Čeprav imam pa prijatelja, ki pa vse to v tuji naroča in dobiva stvari ful cenejš. Ne pa povečega, kdaj ki nategnejo, tu pa ne vem. Ja, mene so dejansko samo takrat, se pravim, s tem sem imel edinkrat, pa še to ne vem, ko vam je bilo tako, da sem dejansko vnesel podatke. Pač ja,
to je to, ko praviš, zavede te, vidiš, da je dobra ponudba, ampak po tistem, ki se mi je to zgodilo, nikoli več, jaz dejansko zdaj, ko vidim cena 20 evrov za nek izdelek, ki vem, da ne more biti tok, da je zih vsaj 100 evrov ali pa 200 vreden, ti mora biti jasno, da nekaj ne štima. Ne. Sploh pa te trgovine XYZ, ko še nikoli nisi slišal za njih. Pa jaz se strogo držim pravila, če naročim slučajno kakšen izdelek iz trgovine, ki nisem 100%, zmeraj gledam, da se da s PayPalom plačati, ker če se s PayPalom da plačati načeloma, pol je trgovina nekako vredna zaupanja, kot drugo pa ima PayPal precej stroge pogoje glede teh samih kupcev oziroma prodajalcev, ne. Ker boš tudi dobil denar nazaj, če res izdelka ne dobiš ali pa če kaj ne štima. Meni so s PayPala še do zdaj čizmeraj vrnili denar nazaj, ne? Ker če boš ti direkt s kartico plačal v trgovini. No, menga pa niso. Nas je en skemer nasrl, en Instagram profil smo kupili in ga je pol nazaj ukral en Rus in smo dali pritožbo, pa nismo dobili, tako da od takrat tudi ta PayPal eno je, če boš ti s PayPalom nakazal, veš kako je to pravim, eno je, če boš ti s PayPalom kupil v trgovini, se pravi preko njihovega sistema API, ako imajo povezano drugo, če boš pa ti eno kot friend poslal, tam pa itak ne boš dobil nazaj, ker ni garancije, ne, tako da je sta v bistvu to čist dva ločena sistema, ne. Tako da jaz se pravim, kjer je PayPal, tem trgovinam še zaupam, če PayPala ne vidim, da je samo kartica, pol se jaz kar izognem te trgovine. Razen Amazon, recimo, ne, Amazon je pač... Dobro, to je pa preverjeno. To je pač blagovna znamka trgovina, ko je vredna zaupanja in načeloma, če izdelek ne štima, ne, se še zmeraj da zmeniti. Čeprav jaz kar sem naročil, sem še zmeraj dobo tako, kar je treba. No, super. Ti da mi še tole povej, kako pa rečemo glede te tvoje slepote, a verjameš, da boš mogoče kdaj spet videl, da bo tehnologija napredovala, da ti bojo lahko vid zrihtali? Ja, zdaj to dobro vprašanje, eni pravijo, da bo, drugi ne, zdaj mnenja so različne, spravim tako, jaz sem se s tem sprijaznil, če bom še kdaj videl, bom videl, če ne bom, pač ne bom videl, zdaj bom jaz nekaj se smilil samo sebi, itak brez veze, treba iti naprej, ker vsaka minuta gre pač hitrej. Če bo kdaj opcija za kakšno izboljšanje videa, zakaj ne, mora se pa sprijazniti s tem, kar imaš. Lahko pa rečem, ne, da seveda pogrešam kakšno stvar. Ne. Najbolj žal mi je sigurno, ker ne morem izpita za avto delati. Ne. To je dejstvo. Tukaj je ena velika pomanjkljivost in mi je res žal, ne, ker to je pa izpit za avto pa ena stvar, ko dejansko jo rabiš, ko dopolniš 18 let. Tukaj mi je noben rekel, izpita ne nuca za avto, tudi pol, ne. Jaz pa pravim tako, rabiš izpit. Zato, ker lahko pride do kakšne situacije, ko se moraš pač na hitro sesti pa nekam zapeljati. Tukaj je pa pač tako, da si odvisen ali od javnega prevoza ali pa od nekoga drugega, da te pač okoli voz. In jaz pravim tako, izpit za avto je pri meni največji minus, ker ga pač ne morem imeti, sicer tehnologija gre naprej, kot pravi sam. Samovozeče avtomobile že delajo, sicer varnost je tukaj še velik manjko pri tem. No, v enem 10 letih bo tu po mojem že zelo dober. Bo že zelo dober in bo to tudi pri nas lahko uporabno. Tako da, načeloma imam tako rekel, če ne vidiš, da se marsikaj, priznam, marsikaj se tudi ne da, to je logično in rabiš pomoč oziroma prilagoditve. Je pa tako, kakor si sam narediš, tako imaš. Drži. No, tega Alana Kobilco poznaš verjetno, nekaj slep, ne? Njega, mislim, prav osebno, vem, kdo je, prav osebno sva se srečala, že sicer pogovarjala se midva nekaj nisva, roko sva si že dala, ene dvakrat mogoče, ampak vem, kdo je, kaj počne. No, jaz sem bil na ene 3 njegovih seminarjih in on 100% verjame, da bo enkrat videl. Mislim, saj jaz pravim tako, vsak po svoje, kakor si zamisel, ne. Jaz bom pa tako rekel, če bo prilika kdaj bo, če pač prilike te ne bo, da pač ne bom več videl, pa tudi v redu. Zdaj pa, da mi jaz se sekiral, kdaj bom lahko spet spregledal.
je pač brez veze. No, to imaš super razmišljanje. Življenje je pač prekratko in treba je uživati, pa se fajn imeti s tem, kar imaš. Verjamem, da nobenemu idealno ni tudi tisti, ki vid, in nikoli ne bo za vse prav. Ne? Tako da, jaz sem se s tem sprijaznil, moraš s tem iti naprej in to je to. No, je pa on zelo zanimiva oseba, tako da jaz, ko sem bil na teh 3 njegovih seminarjih, izreden motivator, jaz moram povedati, da je par stvari, ki sem na teh njegovih seminarjih izvedel, mi vedno pomagajo v življenju. Ena ta stvar je vztrajnost, ki je on razlagal, kako je bil vztrajen, ki je bil vsak že obupal, pa je tudi še eno zanimivo zgodbico, da enega prijatelja povedal, kako ni bil vztrajen, ki je hotel pač prijatelj en posel, da bo zalaufal, pa je bil ves optimističen, da bo. Potem mu je pa, ne vem, neka ta trgovska veriga, kot je Mercator, Spar, ne vem, na pamet zdaj govorim, rekla, da tega njegovega artikla ne bo vzela in on je obupal in ni, ne. Tako da, kadar rabim, bom rekel, vztrajnost, se zmeraj na ta njegova predavanja spomnim in mi pomagajo in na teh 3krat, ko sem ga gledal, ko sem bil na tem, mislim, to je neprecenljivo vredno, ne. Zdaj je tudi gost bil na enem podcastu od Klemna Selakoviča, tako da to je zanimivo poslušati. Mislim, njega, če bi vedel, da bo nekje mu neko predavanje, jaz se rečemo takoj prijavim, ker je res dobro. Ja, bom tako rekel, ne, okej. Jaz, kot sem že prej rekel, podpiram vsakega, ko lahko uspe, da ima neko idejo, da mu ratuje. Ne. Je pa itak tukaj tako, ne. Ljudje smo si različni, ne. Slepota na ljudi pusti različne posledice, tako kot druge invalidnosti. Kot slep je pač enim gre, kot sem že prej rekel, kuhanje boljš, drugim orientacija, tretjim računalništvo, četrtim spet nekaj tretjega. Ne. Tako da ja, pač bom tako rekel, moraš biti zelo vztrajen, da ti uspe nekaj narediti, če si zadaš neke cilje. Moraš res praskati, ne. Ker tudi prav samostojnih podjetnikov, slepih v Sloveniji, nas ni zelo veliko, ki bi se v to spustili. In jaz vem, zakaj nas ni veliko, ker enostavno je to odgovornost, ne. Ker če boš nekaj dolžen državi, že en cent te bodo naslednji dan stisnili za vrat, ne. Moraš biti, se pravi, tudi kot človek za to, da si komunikativen, da si iznajdljiv, da imaš veze, da imaš neke stike. Zdaj, marsikdo imaš pač neko pomanjkljivost, ne, imaš lahko že težave. Saj ne rečem, saj tudi jaz pač pomanjkljivost in nimaš kaj, ne. No, se jaz tukaj, ko sem ti rekel, da je njega dobro poslušati, pa to, se nisem imel tukaj v mislih, da ti zdaj on daje neko motivacijo, da boš ti v poslu uspel, ampak vse on ti da tudi motivacijo za življenje, kaj početi. On, kakor ga malo spremljam na Instagramu, pa to, on razne športne aktivnosti počne, teče, kajta, take zadeve, tako da iz tega vidika sem mislil, nisem zdaj jaz mislil, ker on se tudi gre neko podjetništvo, pa samo to, pa nisem jaz v mislih podjetništva. On ima najbrž za sabo tudi neke svoje ljudi, ki mu recimo pri tem pomagajo, ne? In je to pa tudi čist neka druga slika v bistvu, kakor pa ti, če pa sam. Pa sej bom rekel tako, sej nisem jaz sam pri teh stvareh, ne? Ampak imam še koga tudi zraven, če kaj rabim pomoč, itak, ne? Sej ni problem, ne? Ampak če imaš pa ti neko skupino ljudi za sabo, ne? Ker on vem, da ima, je pa to, jaz pravim, hvala Bogu, ne? Jaz uspel mu je, ratal mu je, zulekel se je ven iz tega in jaz ga pri tem podpiram in pravim tako, če še komu uspe, hvala Bogu. No, on tudi te predavanja, ki jih ima, ne, saj na teh 3, ki sem jaz bil, je jasno povedal, ne,
da je honorar za njega, ki sicer ni nizek, je šel na neko društvo za te slabovidne, ne? Tako da s tem sploh ne služi denarja, tako da je že to moj en tak velik plus, bi rekel. Ja, seveda, ne. Jaz pravim, vsak se ne po svoje znajde, lej, če je ali legalno ali ilegalno, lej, če pač ilegalno je tako. Če te dobijo, boš vračal denar nazaj in to je to, ne. Zdaj, če te dobijo, Kaj to misliš ilegalno? Ja, kaj jaz vem, lej, sej danes imaš taka posla drugačna, lej, ne vem, karkoli je lahko, ne. Se pravim, jaz, kar se zame osebno, lej, jaz, kar se mene tiče, sem vse delal po črti zakona, jaz ukradel nisem niti enega evra, lej, zdaj, če ga pa kdo je, pa da je kaj imel od tega, lej, če ga dobili niso pol v redu, ne, tako da. No, jaz pravim, da tudi kriminalc ni lahek posel. A veš, da ni, Ker bo tako živčen, kdaj ti bo kdo na vrata potrkal, pa tako naprej, ne? Ja, itak. Je to tako, da jaz tudi delam vse po črki zakona. Jaz isto, jaz si pa še... Da sem brez skrbi, ker lej, to mi danes največ pomeni, da sem brez skrbi. Jaz imam raj manj, pa bom glih tako preživel, pa da imam vse po regalcih, ne? Raj tako živim, kakor pa, ko praviš ti, da boš se z nekimi ilegalnimi posli ukvarjal, ala kakšna preprodaja drog ali pa recimo kakšne take stvari, ne, ali pa kakšne švercanje čez mejo, ne, ka to dela mrzdo, ne, kakšne robe itd. Lej, jaz imam raj manj, pa da živim brez skrbi, pa lej, lahko danes pridejo mene preveriti, če imam kaj, ne bojo nič najdel, ne, nič, ker res nimam nič tazga, ne, pač vse to, kar imam, sem naredil mirno življenje, da imam brez skrbi, tako. Bi mrzdo dal veliko denarja, ne? Ja, res je. Se vidiš tisti mafici veliki, pa morajo kulbajte, morajo 10 varnostnikov z avtomati, ne? Ampak tudi on ne more unem 10 varnostnikom zaupati, da pa ne bo en pa v njega usmeril, ne? Jaz pa hvala Bogu teh problemov nimam in to je lušno. Jaz tudi ne, in tudi ko pravim, jaz nočem biti nobenemu niti en cent dolžen, jaz, če sem komu dolžen, to čim prej poravnam, da imam pol pač mir, ne, ker jaz res nočem biti nobeno človeku dolžen niti evra. Ker so pa meni pa so dolžni bili, ne, recimo vidim pa pri tem, kar delam, sem imel pa stranke, ki sem čakal tudi po 4 mesece, 5, da mi je plačal, mislim. Pa ga pokličeš, pa ga lepo prosiš, pa te nadere. Ja, pa tako. Te nadere, ne, tako, kaj si zdaj ti teče, ne. Ja, lej, dobrodošel v slovensko podjetništvo. Jaz se to sploh ne čudim, ne, eni taki mlajši, ki ti jim je to ful čudno. Meni pa to ni čudno, zato ker je že, ker sem pri očetu delal pred 35, 40 letem, je bilo to čisto nekaj normalnega, da ti človek ni na rok plačal, ali pa da je en mesec zamujal, ali pa 2 meseca zamujal. Veš pa kaj ga mi jaz tožil, ja, veš, da ke bom itak dal za stroške toliko, da se mi ne splača za tistih recimo 200 evrov, če mi je dolžen, ali pa 300 v narekovajih, ne. Pa sem jaz zajebaval po sodiščih, lej. Ja, čeprav veš, zdaj so malo poštimali. Mi ene 2 stvari smo zdaj pa kar fino dobili. Vse hvala Bogu, ali je že caj, da se država tudi angažira pri tem, oziroma ti odvetniki. To bi tudi država, če bi vsakmu podjetniku rekla, dobro bi rekel, na velikost podjetja, da plača 100 do 1000 evrov na leto za financiranje neke inšpekcije za neplačnike. Jaz bi to bil pripravljen takoj finiti. Pa naj pol oni gledajo, kdo ne plačuje. Aha, ti ne plačuješ, zamujaš, zaprt firmo, kazen dati, pa tako naprej. Ker dejstvo je to, ne, mi plačamo državi davke, prispevke in prav bi bilo, ne, da bi država recimo tudi nekaj poskrbela, da se nam ni treba, da je tak sistem, da če nekdo od tebe kupu, ne vem, zvočnik, da ti ga seveda tudi plača, ali pa naročil neko storitev. Ja, itak, tako. Ker jaz osebno, lej, ne morem biti dolžen nobenemu, lej, spravim tako, jaz, če sem komu dolžen 1 evro, lej, jaz vem, da bom vrnil nazaj, tako ali pa drugače, ali bom za pijačo dal, ali pa nekaj, ne, tudi če reče, ne, lej. Mene bi tudi sram bilo to, da sem komu dolžan. Mene je bilo tako sram, da mi je bilo sram tam lejet na kavo Trebne. Ampak poznam pa ljudi, ki so dolžni narodu in Bogu.
pa pride na kofe, samo že primer, ki je bil meni dolžan, pa me še pozdrav. Ja. Pa me še pozdrav, lepo prijazno. Ja, seveda. Tako da to je neverjetno in kaj tudi hitro pozabimo take lopovščine ljudje. Ja, ja. Ne, tako da Nimaš kaj tak sistem je. mi dva tega problema ne bo rešila. Ne, mi dva sigurno ne. Tako da, reševati, ja. da dejva še za na konc, me še zanimajo tvoji načrti za prihodnost. Ja, moji načrti za prihodnost je dobro vprašanje, ker še ne vem, kva bo čez 1 uro, ampak ja, recimo, da delam naprej na intervjujih, da delam na svoji spletni strani naprej, mogoče še kakšen nov projekt ali pa če ima kdo kaj, lahko izkoristim, kaj vam SP, če ima kdo kaj pametnega za ponuditi na področju medijev, računalništva ali pa neki, se lahko tudi name obrne. Aha, se pravi, kaj bi ti nudil? Pisanje nekih člankov? Ja, ali je pisanje člankov? Povej, da bojo čim bolj ljudje razumeli. Tako, mene zanima predvsem ali pisanje člankov, ali tudi snemanje kakšnih stvari, recimo, že od nekdaj me zanima tudi radio, recimo, moja želja je tudi mogoče kdaj ustanoviti kakšno radijsko postajo, sicer je to drag šport. Lahko internet radio ustanoviš, ne moraš to. Tudi. Ampak brez muske bi mogel biti, da te ne zabavajo za vse pravice, se to pravi, to je šport, to je drag šport, bom tako rekel. Pač ja, nekaj v to smer me zanima, no. Pa kar se tehnologije tiče, glih tako, ne, recimo, računalništvo, kakšne take zadeve, smer računalništva. Ali si probal kdaj na kakšen radio, da v prošlo, da bi delal? Saj sem bil nekaj časa, preko prakse sem bil, ne bom jim delal reklame, kje sem bil, ker so doznani, ampak pa naprej se nismo pač neč dogovarjali, ker še sam nisem vedel, kje se vidim, ne, zdaj pa nekako, ker sem takole. Ampak zdaj, ki imaš SP, jim lahko ponudiš. Ne, ker rečemo, verjamem, da so se te bali zaposliti, zdaj, ko imaš PSP, lahko pa rečeš, dajte mi eno oddajo, dajte mi honorar tak, da ste drugem, račun vam izstavim, če se me naveličate, če 14 dni mi lahko rečete konc, nimate nobene obveze. Jaz bi pa probal to na tvojem mestu. Mislim, če te veseli. Ja, seveda, veseli me, zanima me. Te pa vidim na tem področju, tako da... Tako da ja, nekako, mogoče kdaj v prihodnosti res kaj na tem področju še. Drugač pa, bom čisto rekel, bomo videli, kaj pa kako bo, ne. Če pa spregledam, grem pa avion voziti, tako da. Ja, tako je, ne, to pa, tako da. Na avionu si se že pelal, ne? Ja, veš da. Sem tudi videl neke slike. Bil sem že večkrat, ja, z avionom. Z Rajnom si letel, nikje eno sliko. Z Rajnom, ja, smo šli v Belgijo, Nemčijo, pa zdaj tako v Tunizijo smo šli z avionom tudi, ne, tako da, ja, bil sem že. Seveda, v Tunizijo, ja. Pa z unim športni sem bil tudi s Petrom. Ja, to sem tudi bral, ja. Kako je pa to bila izkušnja? Pa zanimivo, no, ker te obrača gor, dol, levo, desno, na glavi, to je res... Bilo kaj strah te? Ja, veš, da ni glih ker ni vsak dan je, ne, to greš za par minut in je to, ne, pa mogoče nikoli več ne boš šel, tako da ja, to so čisto posebni občutki in itak. In kaj takrat razmišljaš, ko se tisto se vrti? Če bom preživel. Ampak kaj te je strah, rečemo, ker jaz vem, kaj bi bilo tega vrtenja, mene je bilo sem strah vrtenja, da bi se mi preveč vrtelo, pa da bi v nezavest pa, ker ne bi teh občutkov prenesel, ne. Vidiš, bi mu pa čist drugačen strah. Veš, kaj bi bilo pa mene strah? Mene bi bilo pa strah, da se bo avion okrilo, trgal ali nekaj tacga. Ne, to še najmanj. Meni ne bi bilo, da bo z menoj kaj narobe, ampak da bo z avionom nekaj narobe. Ja, mene pa glih to, ne, če bi mi slabo preveč ratali, ker so pač drugi občutki, ker tudi mi, ker ne vidimo, ne, to 3D gibanje, čist drugače v zraku, ne, in sem se glih tega najbolj bal, tako da, ampak se na koncu smo nekako speljali, pa je šlo. Tako da, če bo kdaj možnost, bom šel pa še enkrat. Kaj pa kaj tacga skočiti s padalom, s tukaj razmišljam? Ma ne vem, sicer bi mogoče šel, kaj pa vem, bi mogo zelo globoko razmisliti, ali ja, ne, mečken kolebam. Jaz pravim tako, še zmeraj nekaj pod sabo fajn imeti, ne, da se imaš nekam usest, ali pa tako. Že recimo, bili smo 2 leti nazaj v Gardaland, smo šli, pa že kereš na tist prosti pad, kad ti želodec v glavu porine. Ja, tisti ni glih najboljš. Pa si misliš, da je to čisto enostavno? Pa ni. Ni, kad tiste 2 sekunde, kad letiš, 20 sekund. Ni glih enostavno. Jaz kot laik bi rekel,
da tisti ni prosti pade, tiste še malo dol vleče. Ja, saj po mojem, to še oni pospešijo. Oni pospešijo, zato da je še hujš. Jaz sem bil prepričan, da sam ne bi to hitro padel. Ne more v 3 sekundah tole past kar naenkrat dal, ker tu dejansko je takoj hitrost, tako da to mora biti še pospešek tam, mačkan. Tako da, ja, bi pa šel še ta Europa Park v Nemčijo, gor imajo tudi to redo pravijo, to je tam nekje bliz Francije. Podobno kot Gardaland. Podobno kot Gardaland, sem da je precej večji, pa imaš take vlake tudi, ki v bistvu ki prav pospešujejo do 200-300 na uro, da dobiš ta občutek pospeševanja v 2-3 sekundah, tako da to je res, to bo tudi treba probati. Pa je tebe to še bolj strah, misliš, ko ne vidiš, ker jaz, ko sem se videl, da je ovink, pa sem se malo pripravil. Strah je, sem pa lepa adrenalin, veš, ko si enkrat mim, pol je v redu. Pa je to, pač največji strah imam tik pred tem, ko se to začne si pol enkrat, ko si prevezan, veš, ko ni več izhoda, ko se začne premikati, pol nimaš kaj, ko da greš, pol te je več ustavil. Tako da, ja, ampak mene to nekako veseli, meni je adrenalin fajn in moram probati. Se meni je tudi. Imam še ene, sem dobil tudi lani za rojsten dan, bom za ta Aerodiem Logatec, tisti vetrovnik not, ko te zapraja, pa te dvigne v zrak, pol ke piha, moram še izkoristiti, če nisem šel, tako da moram tole še letos do decembra izkoristiti. Kaj pa takole, kako ti je pa rečemo voda, plavaš kaj? Ja, plavam, itak, to mi je v redu. Delaš? Morje mi je v redu, sicer jaz ga imam, en teden mi je čist dost, to, ko gre do eni za 14 dni, 3 tedne, nam je bilo dolg čas. Jaz pravim tako, morje mene en teden čist ok, pa je pa fajn, da gre še kam drugam. Recimo tudi v Tuniziji, dal smo bili 2 dni v puščavi, pa smo bili na morju, če takole zračunam 3 dni, je bilo meni čisto redo. Ni meni morje tisto, da preko prav, da grem pa prav na morje, da bom pa tam bil samo ob obali, pa se kopal pa to, meni to ni. Veš, ljudje smo različni, meni pa morje, pa knjigca. Sicer sploh ne vem, kdaj sem nazadnje na plaži s knjigo ležal, pa bi rad to ponovil, mi je pa ful dober. Mi je pa to tako dober, da mi boljš ne more biti. In jaz imam zdaj ta problem, grem nekam na morje, ampak pol že tam najdem neke pohodniške poti, tu pogledati, pogledati, tako da za kopanje pa ležanje na plaži mi pa cajta zmanjka. Tako da sem rekel, da septembra bom šel na Krk za 3 dni, bom šel sicer eno planinsko pot prehoditi, ker so tam ful dobre, to ostalo bom pa na plaž ležal, da bi se en dan na plaž ležal, pa tako da... Seveda. Da ljudje smo različni. Različni, ja, itak, normalno. Vse hvala Bogu, da smo različni. Če bi vsi isto delali, pa mislili, pa bilo brez veze, tako da itak. Ja, super, Miha, super so se tole pogovorili, tole sem imel pripravljeno. Hvala ti za povabilo, pa seveda brez zamere komorkoli, če sem kaj tako rekel, preveč, ampak spravim tako, vsak ima pravico do svojega mnenja, smo si različni in prav je tako. Če se pa kje vidimo, me pa lahko tudi ustavite, ni problem. Pocukajte ga za rokav. Ne bom nobenega napizdil, tako da lahko komot ustavite, kaj vprašate. Tako da, ja, hvala ti za povabilo. Pa jaz bi še enkrat vas pozval, dragi gledalci, dajte se naročiti na njegov YouTube kanal, pod Miha Srebrnjaka najdete. Lejte, če ste ta intervju do konca gledali, to pomeni, da rad intervjuje gledate. Sem prepričan, da boste tudi njegove rade pogledali, tako da dajte malo tam bolj malo govorim, tam pa sprašujem, tako da ja. No ja, ampak sej dober vodiš, tako da super je, mislim, meni so čisto všeč to intervjuji, tako da jih bom z veseljem vse prepošlušal. Zmenjeno, super. Še svojega bom šel pošlušati, ker je kdaj fino pošlušati sam sebe, da vidiš, kaj si povedal. Ja, se to je zanimivo. Bo tudi tole meni zanimivo za nazaj si pogledati, kako je tole izpalo. Tako da ja, hvala ti, da si me poklical. Ja, za veseljem so se to že takrat zmenila, ko sem bil pri tebi. Tako. In jaz tudi uživam v telih pogovorih, tako da jaz bi to lahko cele dneve snemal, Veš, kaj mi je najbolj zoprno? Vse to pripraviti.
Ja, pa za pripraviti. Pripraviti, pa pol, če vse dela, ne, ampak, ko se pa usedem, pa tako le pogovarjam, je meni pa to tako dobro delati in zato bom jaz tudi to delal redno in še dolg časa, ne. Ja. Zdaj, kdo misli, da je to neki ful hud narjev tega žal ni, to tudi sam veš da ga ni, ne. Ampak, lej, vse se lušno, to je tako, kot se z enim v lokalu so pa pogovarjal, ne, s tem, da imaš tukaj tudi možnost povabiti neke ljudi, ki pridejo, ki se drugače ne moreš nikoli z njim pogovarjati, ne, ker če ga boš ti rekel, ti gre z menoj na kavo, ne boš šel, ker je logično, ne moreš ti, ne vem, direktorja Krke, kako boš šel z menoj na kavo, ne. Ja. Mislim zdaj, da ga jaz ali pa ti pa na podcast povabiva, vse ga nisem še nikjer videl, tako da po mojem ne bi šel, ampak le 5% možnosti pa je. Ja, veš da pač... Če 20 direktorjev takih velikih firm povabiš, lej, 2 bo ta sigurno prišla, tako da 10% je možnost, da pride. Jaz isto pravim tako. Lej, bi se pa mogoče še za konc zahvalil tudi moji inštruktorci, ki mi psa šola, to je že drugega, ne, jaz sem drugače imel prej psa Danteja, tako da še njo omenim, Maja Golob, mogoče Mrzdo jo tudi pozna, ko je ona veliko šola za invalide, pa tudi v Ameriki šola pse, celo za prepoznavanje tega glutena je šolala psa kot prva ona. Za eno v Ameriki dal, tako da ja, bom še njo malo tukaj omenil, ker je tudi, vem, da bo tega psa bova zdaj do konca naredila tako, kar treba. Zakaj pa s to Majo Golob ne narediš intervjuja? Vsega bom zdaj z njo naredil. V bistvu zdaj bom naslednji intervju bo z njo narejen v tem. Super, mislim, to bo ja, sva se že vse zmenila. Sej najbrž, ko boš ti tole objavil, bo že zunaj intervju. No, super. To bo sigurno zanimiv, ker kaj mora to ženska enega znanja imeti? Da psa nauči, da gluten... Ja, te alergene, v glavnem, ne vem, za vse to je šola. Noro, vse eni ljudje so res... Ja, da je tako misel človek samo sebi, kako je pameten, ne? Ja. Pa slišiš, ko drugi počnejo, pa vidiš, koliko si naumen, ne? Ja, res. Tako da, koliko so res eni ljudje pametni. Lej, jaz ti bom tako rekel, po mojem bi jo mogel tudi na intervju tle povabiti, kaj se plaj. Lej, vse sem tu pomislil, ampak sem rekel, ni pošteno, moraš ti prej, ne? Prav, pa boš pa še ti, lej. Bom čez pol leta, kaj boš ti, da se ne bova križala. Zmenjeno, lej, noben problem, smo zmenjena. Iz kje pa je ona? Drugače je z Pohorja, pa tam Štajerska, Pohorja tako, z tistega konca bolj. Ampak lej, sej Slovenija ni zelo velika, sej se da prepela. No, sej se da nekako to skladiti. To itak, lej, ni problem. Ja, res, Miha, jaz ti želim vse najboljše v življenju. Ja, hvala. Delaj na teh intervjujih, če imaš vesele, ker to je sigurno zanimivo, ne? Bom. Lej, ti bom tudi jaz malo pomagal, kdaj s kakšno delitvijo, ki je na kakšnem mojem Facebook pageu, ki imam veliko sledilcev, da bom malo več ogledal. Ker vem, da začetek je težak, ne? Ja, začetek je težak, kot noben ne ve zate, ne? Bom tako rekel, sej meni se zdaj ne gre, da bom imel jaz takoj 20,000 ogledov, ne, recimo. Bom pa tako rekel, je pa v redu, če počas raste, ne? Ampak res tista neka počas, pa ustrajno, da gre gor, ne? Ni treba, da zdaj imam jaz v enem letu recimo že 20,000 naročnikov, ne? Jaz pravim, če bomo na konc leta saj, recimo, da bi jih mu saj za 1000 več, kot jih imam zdaj, pa bo lej. 1000 ljudi pa 1000 ljudi, ne? Ali pa če jih je že 500 je v redu, ne? Čistko pravim. Treba biti z malim zadovoljen, ne? Ker ti z malim zadovoljen velikega pač vreden ni, ne? In to še kako drži ta pregovor, ne? Drži. No, rečemo, če bi jaz tle nekaj sem še dodal, ne, nekaj dela je tudi z vsem tem, ne, in da si saj s tem nagrajen, mislim, to je nagrada, če te ljudje gledajo, pa pohvalijo, pa tako naprej, ne, tako da, ne vem, jaz sem ful vesel, ko dobim kdaj od koga mail, sporočilo preko Facebooka, Instagrama, ja, vas spremljam, ful je ok, ali pa me kdo na ulici vstal, pa mi to pove,
Ma to je več vredno, kot bi 100 evrov zaslužil. Normalno, Ne? Tako da če se človek že ima, je pol vesel, da se ljudje gledajo. Ne? Tako. In jaz mislim, da te tvoji intervjuji si zaslužijo bistveno več ogledov, kot jih imajo, ampak je čisto logično, da je tako, zato ker si na začetnik in ljudje te ne poznajo in lej, jaz nisem vedel za te, pa je moj intervju, nisem vedel, da si na YouTubu, ker takrat, ko so intervju naredila, še nisi bil, ne? Ja. Zdaj, če se ne bi za ta intervju mi pogovarjala, jaz ne bi vedel, da si ti na intervju, da imaš YouTube in da si mu še intervju z ne vem, s to DJ-ko, pa iz Zmago Jelenčičem, pa od Franci Keka ga bom poslušal, ko ga tudi osebno sem včas poznal, je hodil tle k meni v diskoteko, je parkrat bil, tako da bom zdaj z veseljem pogledal. Veš, kaj je tako, ker mene realno na vides recimo dosti ljudi pozna, ne? Dosti, ker pač vejo, da imam psa vodiča, ne? In itak, a veš, ker me vidijo po ulici, ki hodim, sej ne morajo te zgrešiti, ker si pač edini. Težko. In na vides me recimo ogromno ljudi poznam, ampak to, kar pa jaz recimo delam, ne, tukaj je pa pol druga zgodba, ne. Sej imaš ti na Facebooku sledilcev ali pa tako recimo teh prijateljev, ne, ampak veš, kako danes ti algoritmi delajo, ne, že tudi tako, da tvojih objav ne rine več gor, kakaj objaviš. Mislim, ta socialna mrežja so itak klasa zase in o tem bi mi dva zdaj lahko debatirala v nedogled, kako se te objave kažejo, ne, ampak ja, danes je bistveno težje kot včasih, zato ker je trg je prenasičen. Trg je prenasičen. Se strinjam. In novim je danes ful težji ven prijeti kot včasih, ker pač je bilo to vse novo in je bilo to tudi zanimivo, ne, za ljudi. Danes je pa se veš, kako je to. Danes pa recimo vam, ki ste že v tem kar nekaj časa, ne, pa ko si nabral neko publiko, ti je to lažje vzdrževati, ko nekomu, ko na novo začne, pa da pridobi publiko. Ne. Saj danes je lahko vsak na YouTubu, YouTuber, ne, pa saj imaš teh ogromno, ne. Ampak, ko pa pogledaš malo vsebine, vidiš pa, da nič pametnega ni. Ne? No, sam jaz bom pa tako rekel, jaz pa na YouTubu najdem bolj pametne vsebine, kot na televiziji. Če ne drugega, tudi intervjuji so mi bolj všeč, ker so bolj sproščeni, ker ni treba vse da je po pravilih. Ne, se imaš dobre YouTuberje, jaz ne rečem, je pa tudi veliko smeti, gor bom čistko rekel. Vse je na tebi, da zbereš, kaj boš gledal, tako, kaj ne boš gledal. Tako, sam si zbereš, kaj boš gledal, kaj ti paše in to je to. Vse to je pa v redu na YouTubu, da pač res zberaš sam, ne? Ker na televiziji boš pač gledal tisto, kar ti oni ponudijo, ne moreš zbirati. Ne? In algoritmi so tudi tako dobri, da ve, kaj ti more pokazati. Tako, za YouTube lahko rečem, da je to dosti v redu narejeno. Ja, še najboljš ima po mojem TikTok to narejeno, da ti res tisto pokaže. Ker recimo pri Facebooku so pa da zgubili ta fokus, saj mene osebno, če kdo vpraša, da se ti prikazuje tisto, kar bi te pač pasali, je pa čez dali manj tega, tako da YouTube je pa še v redu. Ogromno reklam je tudi na Facebooku. Itak. Facebook je samo še marketing, nič drugega. Pa bojim se, da Instagram bo tudi počasi to ratal, ker je pač spada pod Facebook oziroma pod Meta. To je pa ista zadeva, tako da bojim se pa sem še to, da bo še WhatsApp aplikacijo s tem zjebal, ki je tudi pod njihova in bo še to šlo v franže. Jaz WhatsAppa ne uporabljam. Imam ga, pa ne uporabljam. To je ista fora, ko Skype, ne, dokler to Microsoft ni prevzel. Skype je bila ena vrhunska aplikacija, mi smo to res uporabljali na polno, pa kdo še danes recimo Skype uporablja? Noben več. Danes gre vse na Discord, recimo Discord se uporablja za komunikacijo. Pa Discord mi všeč, ker se ne znajdem, je zakompliciran, zaznortlej pa se s tem področjem ukvarjam, ampak Discord mi je pa zakompliciran. Ja, Madonna lažje bi avion popravil največ, kot pa ta Discord ovlada. Ja, moraš malo preštudirati. Ja, preštudirati moraš, uporabljati moraš en cajta. Ne, če bi to uporabljal, pa bi pa rekel, se to je pa res čisto enostavno. Predvidevam, da je tako, ja. Pač nimaš kaj, tako je. Ja. Super, veliko stvari so delala. Res je, tako da se še kje kdaj srečamo, ne? Ja. Tako. Super. Hvala ti, Miha, lepo se mej. Dragi gledalci, hvala, ker ste pogledali do konca. Všečkajte, napišite kakšen komentar, pa se vidimo v naslednjem intervjuju čez en teden. Lepo se majte. Adijo. Adijo.